nismo bili nobeni dileri, nobene droge, nismo nobeno šilevali, ampak sam šili smo dobro voljo, muziko dobro, ki smo imeli dotok, vsak ni mogel tega imeti, ne. Recimo so lastniki diskotek so kupovali plošče, ne. Jaz pa namesto, da bi šel v glasbeno šolo, sem pa že treniral judo, so me že premetavali čez rame, pa tak naprej, ne, in sem že bil noter v naletu. Kasete včasih niso bile tako poceni, pa tudi težko je bilo muziko dobiti ti izvajalci, ko so bili časi diskoteke, ko si plačal stopnino, se bili potem zastonj v nekem nakupalnem centru, zakaj bi potem v diskoteko hodil, ne vem, zgubila bo muzika totalno vrednost, ne. Smo bili DJ-ji tudi bolj cenjeni zaradi tega, ker si rolal muziko, ker si dobil neko muziko, ko ni mogel vsak do nje dostopati, ne. Zdaj smo malo vloge obrnili. Kako si ti mene povabil, da bi prišel kaj povedati v studio, ne? Jaz zmeri pravim, da svet se vrti, pa zmeri se zadeva lahko obrne v šusa, ne, čez noč, tako da. Prišli do tega, tako da, nič narobe. To vse je pozitivno, tako da. Ja, ne tako. Vse v življenju se veliko stvari skozi obrača. Danes recimo delamo tudi določene stvari, ki včasih mogoče ne bi mislil, da bi jih delal, ne, pa jih naredim pač. Ker je prišel do nekih sprememb dotičnih in potem, včasih sem jaz bil podrejen, zdaj sem pa, oziroma včasih sem bil, jaz sem nadrejen, zdaj sem pa podrejen, ne, tak naprej, ne. Ampak v dobrim smislu, ne, problema, ne. Ja. Se kdaj si pa začel to? Midva se že dolgo cajta poznava, ne? Ampak Učen cajt govorimo, začel kaj? Začel z glasbo. Kako te je dejansko sploh pripeljalo, da dejansko že, po moje, koliko je to? 30-35 let? Če pa razmišljaš, ne, me malo žališ, ne, ker pa koliko ti oprostim, ker ne veš vse, ne, tako da. Se gliza. Si pa blizu, ne, si pa zelo blizu, ne, ampak pogovarjamo se naprej od 35 let, ne, tako da praktično bo čez 2 leta 2027, upam, da ga očakamo, tako treba se spodobi. Imam okrogli 40 let DJ-stva. Leta 87 sem začel vrteti na kasete, to je to. Pa sem te v bistvu pomlajšal. Pomlajšal si mojo kariero, ne, mene pa nisi, mogoče, ne vem, mene si mogoče hotel pomlajšati, ampak kariero moja si pa tudi pomlajšal, recimo, pa dobro, naj bo tako eno, ajde. 40 let. Ja, čez 2 leti, ne, zdaj 38 je bilo, zdaj pa 40 pa čez 2 leti, tam nekje junija smo začeli. Spomnim se svoj začetkov tak, da je bil en moj kolega, mi smo prej bili v Velenju, veliko let smo živeli v Velenju, imel sem enega kolega Big Jocota. On je bil velik fan muzike, je nabavljal plate, kasete, on mi je začel snemati kasete, potem sem jaz te kasete vele preposlušaval. Sem ga začel malo kopirati, smo začeli malo skup delati, potem si kupiš prvi kasetofon, drugi kasetofon, presnemavanje sem ter tja. Kje ste pa muziko našli? Muziko smo pa, moram reči, da smo veliko v tisto svoj čas, se muzika snemala predvsem, ne boš verjel, z vinilnih plošč, ne. Nekaj ima neko linijo za neke plošče in potem se to nekako na kasete so se snemali master in potem naprej so se kasete razmnoževale oziroma smo tek prišli do muzike, ne, muzike definitivno interneta ni bilo nič, ne. Pa plus tega neki studiji so bili, ko so snemali to muziko prek bivše Juge, iz Srbije smo naročevali kasete, iz Hrvaške, iz Črne Gore, iz vse posod, ne. Posnete kasete seveda, ne. Teh komadov. Drugače pa te plošče, ko so pa prišle sem k nam, so pa krožile po diskotekah, ne. Te plošče, ko so, ta sistem se je danes fejst spremenil, oziroma tudi vrsto let nazaj, ampak v začetki pa segajo v to sfero, da recimo so lastniki diskotek so kupovali plošče, ne. DJ ni imel praktično nič s tem, DJ je prišel v lokal, smo se menjali, smo rotirali po Sloveniji, sem tja, potem kasneje, ko sem začel muziko vrteti in praktično ni bilo potrebno imeti neke svoje arhive oziroma svoje plate, čeprav imel sem svoje arhive, tudi veliko plat sem si tudi za sebe kupal, ampak ko priješ v diskoteko, so bile plošče zložene gor in potem si izbiral rolo muziko, pač tisto, ko je bila tam, ne. In na podlagi teh plošč, recimo so določeni DJ-ji ali pa lastniki hodili, ne vem, v Italijo, Nemčijo, tudi nekaj je bilo tudi iz Anglije, recimo tudi preko pošte so naročevali plate, so prišli do plošč in potem so si, ne vem, preden so prinesli to diskoteko, so si posneli dol na kasete, 1:1 seveda, ne, direkt snemaš s plošče dol, cek, puf, ne, posnameš, stop, record play, ne, to si posnel kaseto in potem to sem imel master, super kvaliteta in potem si te kasete razmnoževal naprej, recimo.
lahko si pošiljal potem naprej studio in tako naprej. Iz originala, normalno si naredil master, se pravi na Teddy so še bile v svoj čas kasete, na eno stran si dobil nekje 6-7 pesmi, na A stran, na B stran si obrnil pa isto, tak nekje 12 melodij je šlo gor, recimo na eno kaseto 60 minutno. Bila so tudi 90 minutne, tudi 100 minutne, tudi 120 so bile, ampak ti so bilo nekako, bi rekel, je obremenjeval tak trak kasetofon oziroma glavo, oziroma tiste remene ni bilo priporočljivo, tako da najboljša kvaliteta oziroma najbolj primerna bila 60-minutna kaseta, se pravi nekje 12 singlov si lahko gor spravil. Se pravi, singlo, pogovarjamo se o komadih, ne, ker singl, se veš, singl je v parih verzijah, ne. Mi smo ta boljši radio verzijo ali pa extended verzijo posneli gor in to je to 12 plošč recimo, ne, to je pa ena kaseta, ne. Sej kaj, pa z Big Jocotom sta pol v bistvu veliko sodelovala, tako v bistvu gledam to, da te je ona vdušil, zato je v bistvu on že takrat vrtel, ali je? Ne, to je ljubiteljsko, on pač snemo kasete pa tak naprej, ne, pa me je s tem malo kužil, pa to, parkrat me je neki kaset za ston posnel, pa to. Pa sem pa začel naprej isto zgodbo. Začel si sam z kasetami pa Jaz sem začel z kasetofonom, ki sem si je kupil, katerega leta, kaj, Bog pomagi. Prvi letnik, to je bilo, katerega leta, kaj. Dobro, se tiste knjige. No, v prvi letnik, ko sem šel recimo v srednje šole, ko sem končal 8. razred, sem šel 2 meseca, recimo sem šel honorarno delati, malo fizikalit v skladišče Rudnika v Velenju, me oče zrihto, 2 meseca sem delal kožvat, potem sem si pa s prvo plačo sem si kupil dvojni kasetofon, potem z drugo plačo sem si kupil pa kolo na 10 prestav, recimo športno kolo, to smo se v Avstriji nabavili, ampak ko smo šla gor v Avstrijo, to je bil prvi moj kasetofon, dvojni double decker, če si predstavljaš, je bil dvojni kasetofon, potem pa zvočniki, ki so šli na razen, se pravi, ne, enega si lahko dal lev kot, enega si lahko dal desen kot, plus tega je pa bilo, recimo so lučke utripale gor v vsakem zvočniku, pa tam kao light show zastopiš teh zadev nismo imeli, ker to so bile predrage efekti, light show, laserji, bog ne najte, to ni bilo nič od nič, ne. Moraš vedeti, da jaz sem si naredil prvi light show v mojem lifeu, je bil tak, da sem si ga naredil, ne vem, kupil sem ta grla za žarnice, ne vem, 5 grl za žarnice, potem kabel pa štarter je vmes in to je utripal, štarter je bil vmes namontiraš in to je bil light show, ja lej. Tak je bilo. Spomnim se pa, recimo, ko sem potem tudi šel... Kje si pa to znanje dobil, v bistvu, si to hodil v šolo? Mislim, kak si imel to v bistvu? Znanje česa? Mislim, da se to naredi. Ja. Nek sem videl, ne vem, ne spomnim se, sem nek prebral, da je treba nekaj štarte. Čisto preprosta varianta, to sporedno, se pravi grlo, pa potem si štarter vezal, pa pol naslednjega in pol to utripal. To je utripal, pač je utripal, ampak to je bilo ta light show, potem si še pa naredil, ne vem, iz špil plate, po domač povedan, te vezne plošče, si naredil eno škatlico, pa luknje zrezal noter za žagico in si imel tako lepo lučke, 3 si imel že ta efekt. Po barvo si jih rdeče, ne? Ne, bile so že, ja, bili so začetka, so bili neki filtri, tudi se pravi te prozorne, barvaste, te folije so bile, ne, pa si jih gor nalepo, ne, da je bilo, ne. Potem kasneje so bile pa že tudi neke barne žarnice, samo so bile drage folne, tako da tu smo nekako reševali, da je bilo malo bolj pestro, se pravi, ko se spomnim tudi Teddy, ko sem začel prvič rolati, ko so hodili pobi v vojsko, smo imeli take plese, poslovilne plese, ne, in tam sem začel praktično musko vrteti, potem sem začel tudi kasete snemati, arhivirati. Sem se pravi, v bistvu, prvo si bil isto čisto ljubiteljsko sestavljal pač svojo kolekcijo, ne? Čeprav to prav razumem, pa to pač sigurno, normalno, ljubiteljsko, muzika mi je že od samega začetka veliko pomenila, ne? Če se spomnim moje mladosti, recimo jaz sem že, ko sem že hodil v 1., 2. razred, sem že recimo svojim staršem vse kasete presnel, ne? Vse, ko sem imel original kasete v DAB, oddal se neko, karkoli sem imel, jaz na radiju zjutraj poslušal, preden sem šel v šolo, nisem imel kaj druga zadeva, televizije ni bilo, ne. Šumel je do 8, preden sem šel v šolo, je vse šumel, ne. In vlada sem zjutraj radio poslušal, pa kak fajn komad, pa sem si kjer posnel garceka in sem vse kasete mojim staršim presnel, tako da že tam sem začel, sem rekel, da sem obseden z muziko in mi je muzika že Teddy kar veliko pomenila. Je pa z tistega mojega obdobja, ne vem, Teddy so bili Beatlesi, pa kaj vem, pa ABBA, pa take zdaj. Pa slovenska muzika bila tudi v svoj čas močna tam pozni 70. Pa so mogoče starša tudi kaj vplivala na tebe? Ne, zagotovo ne. Za glasbo? Zagotovo ne, glasbenika nista bila sta toliko ljubitelja glasbe, da sta me upisala v glasbeno šolo za harmoniko, tako da harmoniko sem igral 4 leta, uspešno. Zaključil? Potem sem pa zaključil, ker
pač sem začel razmišljati za svojimi možgani, pa svojo voljo. Čeprav bom rekel, ne, meni noben prisilil to igranje, ampak prišel je čas, da pa to mene ne zanima in se nekako, bila lepa anekdota, pač harmoniko sta mi starša kupila, ni bila poceni, bila je Hohnerjeva 80 basna, velika harmonika, lepa, rdeča, ful fajna, vse lepo sem treniral, tudi nastopil sem parkrat, ampak potem nekako po 4 letih sem jaz to nekaj začutil, da imam tega zadosti in da mene zanima borilne veščine, ne? In sem jaz potem že pri tam nekje v 4. razredu osnovne šole krenil jaz po svoje in sem se vpisal v judo klub v Velenju. Aha. In sem bil tam dober mesec in pol, ne. Seveda, jaz bi mogel iti v glasbeno šolo, nisem šel, ne. In potem čez dober mesec prije pošta domov, ne, mene ni v šolo, v glasbeno šolo, kva se dogaja, kva je z menoj, ne. In noben se tedi pač tisti mesec ni zanimal slučajno, ne, zame niti mi ni noben gledal, jaz sem bil, ne vem, ko sem imel glasbeno šolo, sem bil ocenjen, ne vem, 2-krat na teden sem imel teorijo, 2-krat sem imel prakso, sem imel tudi ocene, ne, in pač slučajno, mislim, da kak mesec, 2, glih v tistem obdobju ni noben mi kontroliral beležke, ne, pa ocene, kakšne sem jaz dobil v glasbeni šoli, ne. Jaz pa namesto, da bi šel v glasbeno šolo, sem pa že treniral judo, so me že premetavali čez rame, pa tak naprej, ne, in sem že bil noter v naletu. In potem prije pošta domov, ki je shoden, mene ni v glasbeno šolo, fater mene pokliče, kaj je s tabo, ne. Sem rekel, naš pač, Jerko, v glasbeni šoli, vse v redu, ja, vse v redu, ocene, v redu. Aha, boj, da te ni, kam hodiš, kam me zagrabo, ne, kam hodiš, sem rekel, lepo sem pa povedal, pa sem mogel povedati, ne. Sem rekel, hodim v judo in pač ne bi na harmoniko več hodil, je rekel, ni problema, ne boš hodil ne na harmoniko, ne na judo in potem smo zadeve tako končali, ne. Te situacije, kar je bila, bom rekel, za mene taka negativna izkušnja, nisem bil zadovoljen, no, ni je bilo všeč, pa danes mi tudi, še to, ko se spomnim, mi ni vse, ne, da je bilo tako, ko je bilo, ne. Lahko bi me poslušal, mogoče pa... Sam si šel v bistvu po judo, mislim, pa si karate treniral, ne? Si kar pa v bistvu nadaljeval s tem. To je bilo potem, se pravi, ne, jaz sem več borilnih veščin treniral. Bila je pa finta, da to je pač ena taka, že od same mladosti, se pravi, so me zanimale borilne veščine, tam nekje že 4. razreda osnovne šole, pa potem, se pravi, ko sem zadevo končal, ko nisem smel potem ne na glasbeno šolo, ne na te borilne veščine, sem potem mogel zadevo opustiti, ne. Plus tega smo se potem čez 2 leta smo se preselili na Poniko, ne. Tam gor pa teh nismo več niti šans, da bi samo iniciativno kaj treniral, ko sem šel, ne vem, 6., 7., 8. razred na Poniko gor, tam smo imeli pa en avtobus je bil zjutraj, recimo, ko je pelil za Žalce, pa potem ob 6. pa 20, recimo, drug je pa bil, ko je pelal 15 čez 1 iz Žalca za Poniko in gotovo, nisem imel nobene povezave, ne. Nisem imel ne motorja, ne, pa dobro, koliko sem bil star, ne vem, 10, 11, 12, 13, koliko sem bil star, še nisem imel nobenega izpita, niti za motor, niti ne, že bi lahko samo iniciativno, ne. Zato potem ta želja potem, da bi jaz nekaj treniral, se potem uveljavila, ko sem jaz prišel, ne vem, iz vojske, ko sem nekako vojsko odslužil, ko sem tudi izpit naredil, sem potem tudi ljubiteljsko oziroma rekreativno treniral karate vrsto let, pa potem še malo taekwondoja, pa street fighta, dokler ni prišlo do poškodbe kolka. Potem sem pa zadevo mogel opustiti, ker noga ni več šla, tako bi bilo treba dvignati, so bile bolečine. Potem sem najdel pa drugo zadevo za uničevanje kolka, to je bila pa košarka, pa tenis še bolj, ne. Tako da sem si ga pol totalno uničil do konca, tako da v redu. Ampak si recimo potem, se pravi, želja po borilnih veščinah je bila pred glasbo ali po glasbi, oziroma ali vmes? Bom rekel, kar nekako sporedno, ampak definitivno želja do muzike je bila še večja. Tisti svoj čas, ne, se pravi, ko nisem mogel jaz trenirati, sem pa kasete snemal, ne. Dosti muziko, tudi smel, ne vem, sem naročeval kasete, tudi recimo iz naših koncev, se spomnim dobro, sem enega kolega iz Dobrne, sem se potem tudi velikrat, ko sem naredil izpit za motor, sem se usedel na motor, pa sem se pelil do Dobrne po kasete zvečer ob 10, ni bilo nobenega problema, ko je 5 kaset presnel, pa mi jih je zrihtal, sem prinesel domov, preposlušaval, naprej snemal in tako naprej, tako da. Imel sem pa tudi recimo nekaj takih, ko sem je prek pošte pošiljal, recimo tu iz Šentjurja, se spomnim, svoj čas je bil Muškotevc Roman, če lahko ga omenim, to je zdaj vele gospod, ne, on ima podjetja Ahac, on si je praktično po mojem prepričanju so on te temelje zgradil veliko na podlagi teh kaset, ki jih je presnemal, ne, on je definitivno tudi prej začel te kasete presnemavati in prodati v bivši Jugi, tako da
Te svoj čas je kar naredil eno tak imperij si, potem iz tega, ne. Isto po drugi strani v Ljubljani, ne, je bil studio Spaka, ne, isto kasete prodal vse posod na vseh štantih, kar je možno, na vseh lokacijah po vsej Sloveniji, je imel studio Spaka in ta si je potem naredil tudi svoj imperij, po drugi strani Maynard Records, recimo, ne. To je ta. Tako da. So bili pirati, smo bili, ne, ampak tedi je bilo zadeva dovoljena, nobenemu nismo usiljevali, nismo prodali, nismo bili nobeni dileri, nobene droge nismo nobenemu usiljevali, ampak sam šili smo dobro voljo, muziko dobro, ki smo imeli dotok, vsak ni mogel tega imeti, ne, veliko ljudi od mene muziko vrsto let kupovali, par tisoč kaset sem posnel z leti, tako da studio smel svoj, Studio Fantasy. Tako da preden sem potem na Fantasyju definitivno začel delati, ne. Tako da to je bilo vse spontano, to je bilo vse v vesolju tako napisano, da se mora to zgoditi, se pravi, da sem potem iz Studio Fantasy prišel na Radio Fantasy in potem tudi tam nekaj ustvarjal. Gremo zdaj recimo, se pravi, najprej si v bistvu kasete snemal, se pravi, si s kasetam delal, kdaj si pa v bistvu imel dovolj veliko kolekcijo, da si rekel, zdaj bi pa jaz mogoče pa šel še vrteti. To nekako sem že skozi to imel v želju tudi. Poleg tega bom rekel, od začetka, ko sem začel to, sem imel bolj kot ne za svojo zabavo, ne, sem prodal tu pa tam kako kaseto, pa nekaj malo vesela. Potem sem pa začel malo na več in potem je tudi bil že kar praktično biznis, ne, za mene, plus tega sem tudi gledal, da bi kje recimo tudi redno muziko začel vrteti, ne. Se pravi, na začetku, ko smo štartali leta 87, sem začel vrteti muziko, se pravi, preko kaset na teh poslovilnih žurkah, feštah, ko so pač pobi hodili v vojsko. In sem bil jaz, pa še, ne vem, če poznaš Petra Šuperger Pero, DJ Pero je bil včasih. DJ Pero. Se pravi, mislim, DJ Pero, ne on ljubljanski, ko je pokojni žal, ampak ta tudi iz naše konco, ne, ko je bil potem tudi neki v tušu delo, tak. Zdaj bi se slišal sem za njega. Tehnična zadeva, zdaj ima enega sina, ki je tudi zelo uspešen, mislim, na tonske tehnike dober. In z njim smo tudi veliko potem po teh feštih, tako tudi privat, potem rolala, dobro, privat žurk ni bilo toliko veliko, bi rekel, za te rojstne dneve, pa to, ker so še bile nekakle diskoteke in tako naprej, potem sem skozi sanjal, da bi lahko rolo noter, tako da potem sem malo kasneje tudi dobil priložnost, da sem lahko se kje predstavil v diskotekih, pa potem kasneje, ker bilo po celi Sloveniji. Se pravi, najprej so bile kasete, potem si malo dobo željo po teh vrtenju, pa si začel v bistvu vrteti s kaset. Kako je pa to v bistvu izgledalo? Se pravi, je bil to miks ali se je to menjavalo? Kakšna je bila izkušnja recimo z kasetam, pa s kaset vrteti? Recimo, če bi me tistega leta, ko je bilo, se pravi, leta, zdaj malo dobro razmislim, tam nekje leta 87, 88, da me zamrznejo, pa da me dan zbudijo, mislim, da bi se razjokal. Mislim, da ne bi vedel, kam je zadel, ne. Ker to je dan pa noč, ne. Pa tudi, kar se tiče DJ-ski posel, bi včasih gospodsko delo, danes tega ni več, ne. To je izumrli, moraš imeti res živce, da preživezam tega folka, ko je včasih tak, da ti jejo iz rok, včasih je pa tak, da Bog pomagi, bi nareč spakiral pa šel domov, ne. Pa vse skupaj pustil, ampak danes živim od tega, od muzike in je treba zobe stisniti, navajen sem vsega hudega, tako da sem pa že veliko doživel, kamor nese tvoja domišljija, to sem jaz vse doživel, tako da v tem show biznisu, tako da škoda govoriti o tem. Zdaj, če se vrnemo nazaj, se pravi, na začetek, ko sem začel muziko vrteti, ne, smo potem z tistega dvojnega kasetofona, ko smo ostali, ko sem to nabavil, ne, sem potem to začel že kasete presnemavati, ne, že šlo, ker je bilo iz ene kasete na drugo, je šlo, fajn, lepo obrneš, druga stran in tu sem že začel nekaj malega pridobivati, tu pa tam sem kak evro zaslužil, seveda, jaz sem tudi kasete kupoval, ne, tudi vlagal sem v muziko, dosti, tudi kasete včasih niso bile tako poceni, pa tudi težko je bilo muziko dobiti, tudi včasih sejmi so bili, ne, recimo na Celjskem sejmu, ko so bili ti obrtni sejmi, je bil eden iz močnejših na celjskem območju, je bil v svoje čase Hlačar, Aleš, je bil tudi DJ, sem njega tudi spoznal, je tudi imel lepo je kasete prodal na sejmu, tako da sem tudi dosti kaset od njega kupil. Preko sem rekel Studio Lacoste, tega od Romana, veliko muzike, potem Studio Spaka je bil eden izmed kvalitetnejših studijev, ko je snemal te kasete v Ljubljani.
Ampak to so imeli v bistvu samo originale? Ali so To ni bilo nobenega to- originala. Aha. To ni bilo nobenega originala. To je tako na Iz podlagi, plate na tako, na podlagi tega, na podlagi isto je to bilo. Se pravi, na podlagi tega, ko so šli po plošči, so si hitro potem mastere naredili, ne? In potem z kasete, potem na kaseto. Se pravi, master Vse si je potekalo tako. tako, vse tek poteka. Se pravi plošče si posnel ena, se pravi, ni bilo to neke brzine, 8-kratne hitrosti, ampak tako, ena, v realnem času. Ne. Se pravi, ti si iz plošče na kaseto posnel in potem, če le bo možno, da si posnel na kromdioksidno kaseto, tudi to je bilo pomembno, ne. Da je bila boljša kvaliteta traka in potem si na slabšo, pač normalno kaseto, normalno kot v svoje čase je bila TDK, D60, Sony HF, to so bile normalne kasete. Ne. Kar je bilo kromdioksidne, so bile tudi draže, enkrat draže, pa ponavadi smo te kromdioksidne kasete si mi delali, masterga, da smo mi to imeli za posnetek, pa potem razmnoževali na te kasete normalen trak, ki je bil seveda bolj pocen. Bilo pa svoje čase, mislim, da se spomnim, da na zadnji, ko sem vzel 1000 kaset skupaj, je bila 1 marka kaseta, se pravi 1000 mark sem dal za 1000 kaset, ko sem jih prinesel domov res v enem velikem žaklu, ko mi je Tom izrihtal iz Cela, tako da smo že tudi vrsto let, že zdaj sodelujemo. Še prek kakih efektov in tako naprej. Ok, v glavnem se pravi, zadev je toliko velik, da po mojem bi lahko razpravljala do trde teme, ampak da mogoče povzetke naredim iz tega, ko sem vprašal, kako je bilo rolati, se pravi, z tega dvojnega kasetofona sem jaz potem si kupil enega enojnega, dodatnega zraven, ne vem, Technics, ne, pa komponenta je bila, samo komponenta, ne, da se razume. Komponente so bile bolj kvalitetne, ne, to ni primerjave. Jaz se spomnim, ta dvojni kasetofon, ko sem ga kupil v Avstriji za eno moje plačo, je bil, ne vem, ena znamka Lasonic, kar nekaj, ne. Ampak glej, kaseto ti je razmnožil, sem prodal naprej, nekdo, ki ni imel blage veze, ni vedel, kje naj musko dobi, od mene kupil od CK, ne, in pol sem si potem svoje stranke, sem si počas jaz pridobival, jaz sem pa druge musko dobival, ne, iz tudi enih takih dobrih virov, tako sem že par prej povedal, ne. Ampak tedi se veš, ni še šlo to tako hitro naprej, reklama, danes nekaj narediš, se že jutri ve, ne, tu pa je folk rabo, ne. Ampak jaz sem imel dotok muske, sem imel veliko tako da vseh strani, tako da tudi se pravim, veliko sem investiral noter, nekaj malega smo v glavnem, potem si enojnega kasetofona sem začel malo boljše posnetke delati, ker tudi malo bolj snemo, ne, a veš, to se potem v avtoradijih, pa to se je čul, ne, recimo, je se rekla, tam ima ful dobre posnetke in potem ti nekako ful začneš zazupati, ne, in sem potem šel na en dvojni kasetofon, recimo, imel sem Aive, to je bil ta hud, ta prvega sem kupil ta hudega, ko je bil 999 model, ADVX, še zdaj se spomnim, in potem sem s časoma teh kasetofonov imel doma nekje teh 8 dvojnih double-deckerjev, pa potem še 2 navadna, se pravi 10 double-deckerjev. Pa to je imel v bistvu večkratno hitrost snemanja? Tudi, ne, to je imel enkrat, to je imel čisto normalno snemanje, pa to, ne, ampak 2 kaseti se lahko naenkrat snema, ne. Se pravi, potem, ko sem jaz imel studio, ko sem jaz potem zadev nadgradil, ko sem začel prazne kasete kupovati, ko sem začel si mastra delati, ko sem prišel do muske, sem potem praktično z ene kasete, ko sem imel master, sem praktično kable povezal med sabo, vse kasetofone, imel sem daljinca in sem sam kliknil in se je snemal naenkrat 10 kaset. Recimo, 10 kaset se naenkrat snemal, oziroma, 20 kaset, ne. Na eni strani 10, pa na drugi, če sem imel 10 double-deckera, ne. Potem sem tudi začel hoditi malo po sejmih, pa to prodajati kasete in to šlo kot bučnice, so šle, to za med so šli komadi. Sploh ne vem, tam nekje se spomnim 93 leta, ko je bil komad teke 12 sati, to je bila norišnica. Tega komada ni imel nobeden, sem ga jaz hitro dobil. Te kaset sem tedi prodal, ne vem, par 100. Pa je bil sem ta komad gor, neč druga, ker nisem imel časa, jaz sem si tja kasetofone prinesel, sem kar tam snemal, nisem imel časa doma to posnet, ker so prehiter, recimo so ljudje kopali, to so kopali kot bučnice, jaz ne znam povedati, nekaj je to šlo, ne. Res je, to je šlo, ne. Mislim, to si danes ne moreš predstavljati. Ne, to si ne moreš predstavljati, to je bila znanstvena fantastika, pa to potem ne vem, kjerga leta, mislim pa tam nekje 93 leta, ja, ta leta so bila zlata, mislim tam 93, 94, najprej ta komad, ko ga nam nikoli pozabil, iti teke 12 sati, to je bila norišnica, ta komad, ne vem, ko sem imel tam štanc svoj, sem to spustil gor, folk norel, da je to, sem kar prodal, kasete kar šibo. Potem bilo pa, mislim, na naslednji let, ali išga leta, potem poleti, ne, je bil pa For Non Blondes, WhatsApp, ta komad je bil tudi en velik hit, tudi bila euforija, tako da... Bomo dala link noter v description, tako da... Lahko, ta je bil res, ta komad se spomnim, ko sem bil na Celjskem sejmu 93 leta, tam nekje jeseni,
ko sem jaz ta komad zavrtel, sem bil blizu enega tega lokala, ko je imel pa prehrano, so ljudje kar roke dvigovali, demento, te pa kar prines in sem kar med mizam, sem nosil kasete, kar talo, pa kar gnarje leto. Je pa tudi zanimivo, to ne moreš verjeti. Jaz sem praktično šel na ta sejem, ko sem šel nekje septembra, na ta obrtni sejem v Celju, sem šel septembra, sem imel kaset, nekje 250 kaset sem nesel s sabo, sem rekel, če tole prodam, sem zmagal. 250 kaset. 250 kaset je zmanjkalo v 2 dneh. Tako da sem še jaz potem hitro to še naročil in sem potem praktično, jaz sem še delal drug posel, se pravi, sem še bil v gostinstvu, sem še imel kot moj prihodek gostinstvo, in potem, ko sem jaz s šihtom zaključil, sem po noči recimo imel studio in sem tam na tleh malo zalegno, pa sem te kasete snemal, da sem do jutra pripravil in v enem tednu, ko je bil ta sejem, sem jih potem nekaj prodal, nekje 1300. Bravo. Tako da je bilo, Zdaj, Ja, v bistvu- kam je pa denar šel iz tega, pa ne vprašaj, easy go, za live smo to zakurili, tako da zdaj Si imel fajn. imperija se nisem postavil, Si imel Spomini. fajn je prešvok beseda, sansko. Sansko je bilo to, hotel sem še povedati, to je bilo glede presnovanja kaset in tako naprej. Pa to, se pravim, pošteno smo delali, lahko se je to delali, imel sem dobre veze za muziko, da sem dobil. Potem pa pri rolanju, ko se je začel pa diskoteke občasno, ko sem začel rolati, pa tudi na teh feštah smo imeli pa, DJ-ji, ko smo rolali, smo imeli, 3 kasetofone, se pravi, en kasetofon lev kanal, en kasetofon desen kanal, se pravi, en kanal se pravi kanal ena kaseta, drugi kanal, druga kaseta. Tretji kasetofon si pa na slušalkih komade, recimo Isko, kjer ga boš dal gor, pa si ga prepravil, malo, se pravi, trak nazaj zavrtel, pa si prepravil kaseto, ko ne bilo konci za mikso, pa ono kaseto ven, pa drugo noter. Pa ste že takrat hitro slovili? Tedi smo tudi probali nekaj hitro sloviti, da smo malo nekaj vratce smo dol devali, pa smo potem neki zobotrebce noter tišali, pa neki šav cigre, da malo si ustavil jermen, pa to, da je malo zategnano, ampak ni bilo neke... Ja, ti si bila znanstvena fantastika. Ja, ti si bila znanstvena fantastika, ampak vseeno smo nekih že probovali, plus tega smo recimo tudi glave šraufali, recimo spadi, ko si dal te vratce dol, da si malo glavo pošraufal z šraufnim cigrčkom, recimo takim mečkenom, da si malo v levo ali pa desno obrnil, da je bolj sound izpil, se pravi bolj visoki toni se igrali, pa bolj basi ali pa kaj takega. To je bilo vse, ja, tako. To je bilo tudi zanimivo. Na podlagi tega smo delali. Ampak recimo, kje je bilo pa tista prva diskoteka, ko si dansko začel? Prva diskoteka, jaz sem bil tu pa tam, sem bil v kakih diskotekih, tako sem bil kot gost, recimo, ko sem se zmenil za določen špil, ne vem, to je bil Interklub v Preboldu, potem... Ampak kako je to izgledalo, recimo, kot gost takrat, ne? Danes vemo, kako izgledaš kot gost, ko prideš vrteti. Prišel sem tja, pa sem vrtel muziko, to je to. Aha, ampak to je recimo enkrat na mesec, enkrat na vsake mogoče, ene 2 gostovanj, ni bilo to redno, to davč od tega, to je bilo... Aha, diskoteka v bistvu nasplošno sploh ni v bistvu skozi obratovala, ni bilo to vsak diskoteka je več ali manj skozi obratovala, imela Resident DJ, vedno nekje, to jaz z začetka nisem bil, začetka, dokler sem se prebijal, sem malo enem, sem se šel meniti, sem enkrat tam nastopil, enkrat tam, potem pa, kar se tiče pa rednih, potem špilo je pa bilo tam kar nekje, mislim, da kjero leto se je pisalo, 95, 96, dol MG v Rogaški Slatini, sem pa pol DJ, Resident DJ. Aha, to si bil v bistvu prvič. Ja, tam sem bil prvič. Tega se še spomnim. Ja, ti se spomniš druga dela. Prvi del, ne vem, prvi del te ni bilo. 95, 96 te ni bilo, ti si bil 98, 99. Potem sem bil en let me ni bilo dol in potem sem me spet nazaj poklical in potem tedi si pa ti za noter leto, to je bilo 98, 99, se mi zdi, ali 97, 98, kaj taga. Ne vem, v glavnem. Ja, to je bila druga runda, prva runda pa... je bila drugačna, ampak je bilo fenomenalno. Tedi tisti svoj čas sem pa že vrtel že na CD-je. Ja, ti si bilo pa že obdobje CD-je. Ja, je pa res, ko sem recimo prehod, ko sem potem prišel iz vojske nekje leta 90, smo pa potem iz kaset že tudi kupili prvi CD-player. To je bil GVC in smo testirali, kaj je to zdaj, neka nova zadeva. Tistega leta je
Tomaž Domicil na televiziji sem gledal, je rekel, ja, to je zdaj nek nov medij, to je CD, takle zgleda ga obrno, to ni zdaj A, B stran, to je samo ena stran in to si lahko, ne bom pozabil, kar rekel, to si lahko, z tega si lahko župco skuhamo, pa tak naprej, sem rekel, ok, dobro, da mi to čujemo, da mi to vidimo, ne. Sem rekel, da je skupni ta CD player, ko je prišel ven prvi GVC, da je bil drag, valjda, spet ena plača, ne, kaj pa misliš, ne. Jaz to lepo kupim, pa zdaj pa treba nekaj noter dati, ne, smo šli v Italijo, pa sem kupil, moj prvi CD je bil AC/DC The Razor H od AC/DC pa The Best of Culture Club, Karma Chameleon, pa to ne. No, ta 2 CD sem si kupil in smo potem to, imeli smo tudi eno diskoteko gor na Ponikvi, ki je obratovala, imeli smo DJ-ja s tem Perotom, 2 sta bila za šankom, tako mladinsko diskoteko smel, ko je bila vsak vikend polno. No, tam sem jaz praktično, pa potem več ali manj, kar vsak vikend delal, ja, to sem že skoraj spustil od začetka, pred Rogaško Slatino, definitivno, to je bilo 91 leta, recimo, kaj taga, 91 leta. Tam smo rolali noter, pa je bila diskoteka, tak klub je bil mladinski, ne, pa je laufal, pa je bilo polno, petek, soboto je bilo polno. Edino pa so začeli malo pretepati sem pa tja, da potem smo še enega redarja mogli nabaviti. Ampak drugače pa folk je pa bil za žur, skozi so plesali, tedi smo še Foxtrot obvladali, smo se še mi zavrteli malo. Bilo je pa res anekdot, ena izmed teh, ko sem rolal, recimo bila najboljša ta, tudi nam pozabil do konca življenja, ko smo muziko vrtela, smo kombinirali plošče, kasete, pa jaz sem že CD prinesel tja tega GVC-a, potem sem še imela nekih kompilacij, so že bile tedi, ampak ne veliko, enih 5 CD-ja smo imela, to smo malo kombinirali, ne, in potem, ko se ta CD zavrtel, je bil tak plehek zvok, tak res je bil, ne vem. Zakaj pa? Ne zna si predstaviti, dinamika posnetka, preveč je bil čist zvok, ne. Ni bilo tiste dinamike, ne, dinamika, še vedno dan trdim je največja dinamika na ploščih, definitivno. Igla da svoje plošče, da svoj zapis, definitivno ni za primerjati to, kar je zdaj. Prefinjen zvok je bil, preveč plehek zvok je bil, preveč plehek, res ne znam ti opisati. To, kar sem mogoče povedal, se pravi dinamika plošče in to ni za primerjati. In že tedi sem to slišal in tudi danes, ko recimo kako ploščo zavrtim, res je že dolgo nisem vrtel, imam vse doma, ampak ni za primerjati, res. Tisti dinamičen sound. Ja, globino ima pa diha, ne. Zdaj pa v bistvu klobasa, ne, ko pogledaš, so v bistvu treki so kar kot klobasa skoraj, ne. Ja, se pravi, ne, in nam že tedi ni bil ta zvok preveč všeč, ta CD, ne, in pol CD naprej, na MP3 in tak naprej. Ampak si recimo, glede na to, da smo se prej pogovarjali o kasetah, je pol prišla tudi euforija CD-ev, tako kako je bila za kasete? Euforija za CD-je, bom rekel, je šel mes, so še bile vinilne plošče, ne. Vmes po kasetih so še bile vinilne plošče, da smo z vinilnih plošč, potem tudi kar dosti vrteli z vinilnih plošč, potem so bili CD-ji naknadno, ne. Glede presnemavanja, pa potem to je bila ena dodana vrednost zraven tega, da sem imel recimo svoje ponudbi poleg kaset, recimo, ko sem imel svoj studio, ne, ko sem snemal te kasete, pa potem še CD-je, je bila še dodana vrednost, pa CD ni bila neka euforija, ampak bilo je pa definitivno, tudi prvi moj CD rekorder, ko sem ga kupil, je tudi bila spet ena plača, ne, dostopiš in je bil 4-kratna hitrost, ne, to je bilo wow, ne. Tudi je bila, ne vem, Plexter je bil tede svoj čas, če se kaj spomniš. Plexter ta je bil ta prvi rekorder, eni so ga že imeli, če ga nisem imel, potem sem si ga kupil. To je bilo tam okrog 2000, 99, si pomenil, takrat enkrat začel, ne, ali že kaj prej? Ne vem točno. Bilo, v glavnem, ja. To je odvisen, kakor dol, mislim, kakor je imel dol denar, ne, nekaj sem si ga našparal s tem kasetim, tako da sem ga kar kmal potem imel, ne, mogoče 1 let po tistem, ko sem ga nekaj videl, no, ko mi je nekdo tudi že CD-je potem snemo, ne. Dobro, ti si bil tem noter, ne. Ja, ampak tudi je bila znanstvena fantastika, tudi je bilo, da si kjer ga poznal, da je to delo, ne, si mogel imeti tudi veze in potem sem to naprej. In potem dobi svoje stranke in potem sem imel vrsto let te svoje stranke, eni so kupali CD, eni so kupali kasete, tako da dokler pač ta zakon ni prišel in tako naprej. Kako je bilo, recimo to, ko si rekel, MG v Rogaški Slatini, ne? Kako si recimo prišel do prve rezidence? Se pravi, kako je to izgledalo? A veš, ker recimo to, da prideš do rezidence v tistem času, ko je verjetno bilo tudi malo gužva z DJ-ji, pa v lokalnem okolju so bili po moje tudi kar dosti močni vsi, ne? Kako dansko? Bom rekel tako, najprej je prišel tako, da ne vem, tam dol je dosti bil, tam je bil rezident DJ Benjamin Rakun, zdaj že nekaj časa je že zdaj v Španiji, gor z enim dekletom, ki se našla prek Facebooka, prek interneta, v glavnem. Jo je odpeljal njo pa sebe, tam sta gor, on je bil rezident DJ, pa enkrat rekel, da neki bolan, če bi šel malo na mest njega.
In praktično potem lastnik diskoteke je bil navdušen nad mojim vrtenjem, pa to. Ne toliko na mikrofonu, bolj nad vrtenjem izborom muzike, pa da sem vibe imel dober, da sem folgar držal in tako naprej. In rekel, čuj, pa bi še ti kdaj prišel, sem rekel, bi še prišel, nekdaj pa kdaj, ne. Potem sem še parkrat prišel, pol pa žal smo malo tudi posel spojedo, ne, pa če je se za mene odločil, rekel, zdaj pa ti petek, soboto rolo in tako sem potem začel redno tudi rolati petek, soboto, ne. Nekje smo štartali ob 10 uri, pa do nekje 5-6 zjutraj. Se pravi, ko sem šel noter, je bila tema, ko sem prišel ven, je bilo svetlo, ne. Se pravi, so ptički čivkali, ko sem stopil, včasih smo do 7 zakurbili muziko, tako da folka pa skozi na polno in petek in soboto. Diskoteka je bila ful velika, ne? Ja, bila velika, pa tudi praktično se nekaj veliko noter dogajalo v prvi rundi, tedi, ko ste rekel, nekaj 96-97 let, potem, ko ste prišel kasneje, so že bile neke skupine, so gostovali, ampak prej, tiste, ne vem, slabi 2 leti, ko smo skorolo, pa se nič ni dogajalo. Petek, soboto je folk hodil noter plesati, se pravi, jaz sem že potem pobe zbiral, da so mi nosili kovčke, pa tak naprej, ne, jaz sem bil zvezda večera, valjda, ne, mi smo prišli tja, en je bil na lučkah, 2 se tam musko rolala, pa zvezda po noči prije tja, pa jaz ne, gor pa rolam do jutra in tak naprej, ne. Drugače sem pa zadnji bil v backstage, smo malo živali, malo smo pili, malo smo kadili, pa to je bilo vse, ne. Jaz sem v bistvu takrat začel z vami hangati, sam verjetno ne še tudi v prvi rundi, ne, verjetno polovi. Ja, drugi rundi, se pravi, prvo rundo si zamudil, v prvi rundi sem bil jaz kar bolj aktiven kot v drugi rundi. Kiri so pa bili recimo takrat s tabo pol še v tistem obdobju, v prvi rundi? V prvi rundi je bil, definitivno je bil, moj roadie je bil Erik Šelja, recimo, če ga poznaš. A res, kaj? Ja, flat beat, potem je tudi muska. Ja, se njega sem tudi okušal. Se praktično te fante snes, ko so še danes mogoče, nekateri so še aktivni, ali pa dobro, nekih ni več, so za mene, so se mogli okužiti z musko, veš, da je bilo, ne, še ti si vse, ne, kak ne bi, ne. Eden izmed prvih bil pa sigurni, je bil pa Tini, ne, on je pa že tedi prišel na fantasy, da bi rad z muziko, da bi rad rolo, vamo tamo, čisto nar pisal me nekih, Mr. DJ, in sem ga pelal in še zdaj mislim, da je občasno, da je aktivno. Je pa tudi veliko. Zakaj si pa recimo, ko si rekel, da na mikrofonu nisi bil toliko dober takrat, ne? Kaj še takrat nisi na radio delal, ali kak je bistvo pol radio prišel v tvoje pota? Je bil že bistvo prej ali se je to sporedno zgodilo? To je bilo nekako je bilo to vse več ali manj, kar nekako sporedno oziroma naknadno, bom tako rekel. Jaz sem še prej v hotelu delal, ne. Sem delal v Žalcu 7 let in potem sem jaz že muziko občasno sem za vikende rolal, velikrat sem si mogel fraj zrihtati, ne, ker se v vikendih se je veliko dogajalo, tudi v gostinstvu je bilo včasih veliko denarja, ne, in sem si včasih mogel veliko zamenjavo zrihtati, da sem lahko potem za vikende rolal, ne. Potem sem pa po 7 letih v pol sem pa rekel, zdaj pa dosti bilo, grem pa jaz v muziko in sem šel potem sam musko. Je bila to težka odločitev? Ne, ni bila težka odločitev, ker tudi veliko je že bilo takih zadev, da v tisto obdobje, to je bilo kjerga leta, 93, ko so bili telefoni, ko je prišel prvi GSM telefon, sem ga jaz prinesel v službo. Sem ga imel prvi, recimo, izmed vseh in so me klicali za kasete, da bi imeli, in sem tudi med službo hodil v avto, pa sem imel kar kasete s seboj in to je šefico motili in tako naprej, smo se pol malo prepirali glede tega, pa sem pa rekel, imam dosti iz tega, grem jaz v muziko, pa sem šel, potem sem se tudi na Fantasyju zmenil, da sem tam delal, najprej kot dodajal, da sem fural, potem pa še jutranji program z Mojco. Se pravi, v bistvu začel si z oddajo Hey Mr. DJ? Ja, na Fantasyju, ne? Začel sem z oddajo Hey Mr. DJ, nisem začel na Fantasyju, začel sem na Radio Celle. To je že bilo leta nekje 95 se mi zdi, oziroma 96. Ja, 96. Na Radio Celle. Eno leto sem imel tam to oddajo, tam sem štartal, pa sem še tudi sporedno v hotelu delal Žalcev, potem sem pa to oddajo selil na Fantasy, ker je glih frekvenca prišla na nov in je bila bolj, tak bi rekel, bila je aktualna, oziroma nova frekvenca je prišla v Celje in sem rekel, zakaj pa ne bi pa to probal, in smo se tudi zmenili, se pravi, in sem nekje pol leta sem to oddajo delal, pa smo začeli pa z jutranjim programom, tako da sem potem tudi kot speaker, ne samo oddajo, sem bil tudi kot speaker in tonski tehnik pa vse, tako da. Tu so praktično povoje, da je Mr. DJ, ampak temelji so pa na Radio Celle, se pravi 1 leto na Radio Celle, potem pa na Fantasy 4 leta pa pol, pa potem na mojem radiju nekje 15 let. Se pravi, če bi še bil danes zaposlen, bi že
25 svečko pihnil, aktivnosti na mojem radiju tek pa septembra letos 2025 je bila kontra zadeva, tako da nimaš kaj. Nikoli pa ne reci nikoli, mogoče pa se lesi vrne nazaj v svoj dom. Ali ne? Ja, leto, bom videl. Pota so, mislim, usoda doskrat spregovori, ne? Čudna so gospodova pota, ja. Doskrat spregovori in lahko da je z namenom, lahko da... Ja, pač vse je za nekaj dobro. Ne. V glavnem naslednji let pa nekako se trudim, da bi oddajo pripravil nazaj, saj oddajo, da nekako počastimo ta kar visoki jubilej, 30 let oddaje Hemister DJ naslednjo leto. To je moja želja, da tudi naredim pol eno dobro zabavo, se pravi, moja želja je 12 ur rolanje muzike na radio, tako smo že imeli, recimo, ne, ob 20-letnici. Tu plus tega pa še neka zabava v nekem lokalu, da naredimo eno org party. Potem pa se za mene lahko konča 40, ni potrebno več 30, ko še nekako moramo speljati. Če pa bo zdravje, pa če bo veselje, pa če bo volja, pa tudi 40, zakaj ne, mogoče celo 50 uvede, ampak tedi pa znam že priti vsaki palčki, če te je muzika zdaj 30-40 let po koncu zdržala, zakaj te ne bi še naslednjih 20? Ja, leta teče, ampak veš, to je najbolj zanimivo pri mene, da še vedno v srcu 25, no. Leta so svoje naredila, skakati. Jaz sem te pomlajšal, ne? Jaz sem te pomlajšal, ne? Ja, tako. Tako da jaz sem še v srcu vedno 25, čeprav sem že Abrahama, sem že tudi že v kvaz žvrgal, že gremo proti 60 počasom, ampak lej, tak je. To je to. Zdaj, hotel sem reči, pač anekdote iz mojih starih časov, to, ko smo malo smešno, malo gremo eno obdobje, malo drugo obdobje, kjer bi to vse povedane v tem času, ko ga imamo midva, ne, ampak ne bo šlo. Ne. Pa bi rad mogoče izpostavil te zadeve, se pravi, hotel sem reči, ko smo imeli diskoteko na Ponivki, ko smo rolali še na kasete, pa plošče, pa potem tisti zametki prve CD plošče, prvega CD playerja, da sem en večer vrtel recimo na 2 gramofona, sta že bila tehnika, ampak nismo še imeli mi denarja za direct drive, se pravi direct pogon gramofona, ampak so še bili gramofoni na jermene, ne, kakorkoli, ni važno. Pa tudi mikseri so bili, ne vem, eni izmed boljših mikserjev tedi v svoje čase, leta 1991 je bil Javoli, so mu rekli, in vse, kar je bilo, ni bilo ekvalizacije po kanalu nikoli, ampak je bil sam equalizer, recimo equalizer je bil na levi strani, pa na desni strani, da se lahko uravnaval zvok in tako naprej. Neke bi rekel, ekvalizacije po kanalih pa ni bilo tako danes, ne vem, bas, srednji ton, visok ton, da odzameš, dodaš, šrofaš, ne. To je bilo vse prek ekvalizera, ne, in tudi tam si malo stvaril. Hočem pa sam reči, da v tisto svoje obdobje smo tudi DJ radi kaj spili, ne, in sem jaz lepo tisti večer, lepo muziko rolam, diskoteka polna, tam nekaj smo imeli kapacitete, ne vem, ni bilo nekaj veliko, bilo je 300-400 ljudi, je bilo kapacitete, ampak bilo polno, tok, ne. Če primerjam z diskoteko MG, tam je bilo pa 700-900 ljudi noter, ne. To je bilo pač manj, ampak bilo je polno, jaz muziko rolam, folk pleše, spijem Štokolo, sem rad pil včasih, ne. Potem sem te zadeve nadgradil z pilotskim, to je bilo čokoladni liker, pa Coca-Cola, potem kasneje pa je bila popularna, potem ko sem že tam nekje v Rogaški bil, nekje Red Bull vodka in tako naprej, to se je tedi veliko spil. Ampak, ok, ta čas, leta 90-91, rolno muziko, Štokolo, pijem pa hočem odložiti in sem nekako, ne vem, sem rukno in se mi polije gor po mikserju, ne. Cela Štokola se mi po mikserju polije, kamiška je bilo, ne. Muska šopa, kar nekaj. Visoko ton je ugasno, sam tisti bop, ne. Žge. Kar naenkrat, če pa čez par sekund, bum, ugasne. Tišina. Folk gleda, žvižga, kaj je zdaj to jaz, tekle, ne vem, kaj naj ne. On Pero je bil za mene, smo skupaj rolali, kaj, sem rekel, polil sem pizdarja, kaj naj naredim. Nič, sem zadrl, počakajte, prijem takoj nazaj. Jaz mikser ugasnem iz štroma ven, potegnem kable ven, razmontiram mikser, fuknem dol, vržem dol nekam kar pod pult, DJ pult, sem leto hitro dol, v spodaj sem imel štirjaka, včasih motor, štirko. Sem se usedel na motor, sem se pelil nedaleč stran od tega prizorišča, ko smo imeli v našem, bi rekel, kulturnem tem domu, mladinskem domu, smo imeli svoj ta prostor, diskoteko, sem se pelil mogoče kak kilometer pol stran z motorjem,
domov k meni, pa sem vzel moj mikser, ki sem ga imel, ne. To smo imeli tega, smo skupaj kupili, da je bil v diskoteki noter skozi lociran. Sem šel po svojega mikser, sem ga dal pod pazduho, sem se na motor sedel 4 zakurblo, sem se pripeljal, parkiram, letim gor, folk je čakal, ne boš verjel. Prijem gor, preklop mikser, štartamo in smo plesali do jutra naprej. Mislim, da ni šel noben tedi domov. Res to ne moreš verjeti, mislim, danes bi folk zžvižgal, pa bi rekli, ne bomo te čakali, ali pa ko bomo zdaj čakali, gremo domov, pač muska je ugasnila, crknila vse in mi smo naprej rolali. Bilo je, ne vem, tišine 15-20 minut, folk je tam neki spil, so se zabavali in potem sprejeli nazaj, ploskali, noreli, brutalno. Samo recimo, zakaj misliš, da je bilo tisto obdobje, da je čist drugačen način žuranja, no? Recimo po tvoje, zakaj misliš? Normalna stvar. Ko pa danes ne. Normalna stvar. Internet je svoje naredil. Dostopnost do muzike je svoje naredil, to je to. To je to, preprosta logika. Tudi, ko je prišel internet, so se tudi recimo kasete nehale snemati, CD-je in tako naprej, ni bilo več niti kvalitete, niti nisi mogel niti več prodati, ni bilo nič več vredne, ker vse je bilo na internetu, vsak je lahko to video poslušal in tako naprej. Včasih sem hodil v diskoteke zato, da si slišal kak nov komad, ne. Ker niti ga nisi mogel doma zarolati, zdaj na radio, če si ga slučajno zavrtel, so bile oddaje, včasih Lestvica slovenskih diskotek je bila, včasih zanimiva, smo snemali dal z radia in tako naprej. Ti svoje čase pa, se pravi, musko je bilo težko dobiti in muska je imela svoj pomen, se pravi, še enkrat, ne, mi smo hodili noter diskoteke, pa tisti, ki so hodili uživati v dobri muziki, pa ni bilo ne toliko produkcije, ni bilo taka mesovne produkcije, ko je danes toliko različnih stilov, ne. Bilo je plesno, se pravi, disko ali pa rock, ne, kaj takega, te dve kombinacije, ne, mogoče, te so bile popularne, te so svoje obdobje, ne. In folk ni imel telefonov, ni bilo keyboard na televiziji, nisi mogel vedeti teh zadev, v diskoteki si pa lahko slišal kakšne nove komade, pa to sploh novosti, ko smo hodili, ne vem, v Italijo, po plošče, po Nemčijo, pa tako pa smo prinesli kakšne nove zadeve, pa je folk v tem užival, ne. Glasbene želje praktično včasih ni bilo, kakšna glasbena želja, nobene glasbene želje, včasih je bil šef DJ in to, kar si rolal, to je bilo, ne. Danes si pa žal, jukebox v teh letih se je vse spremenil, vsak prije s telefonom, imaš tale komad, pa koga nimaš, kde je YouTube, nimam jaz YouTube, ne. Jaz imam svoje izdelke, se pravi, svojo arhivo imam iz CD-jev, iz plošč, kar sem naredil, kar je po novih komadov, pa več ali manj neki založbe pošljajo, neki artisti pošljajo, neki se pač neki dol potegne iz kakih teh strani, ki so plačljive za DJ-je in imaš te single in tak naprej, da si zadevo ureješ, ne. YouTube pač ni ta moj medij, ko bi ga jaz podpiral rolanje muzike, ne. Tako da, to. Ja, dostopnost je definitivno eden izmed prvih razlogov, ne. Ja, sigurno, in potem se tudi vse je potem tudi zgubili na svoji vrednosti. Neki čas, pa tudi, ne vem, kaj pa vem, leta so svoje prinesla, zdaj potem tudi, zakaj so tudi diskoteke šle v frenže, zaradi tega, ker več ali manj, ne vem, bilo je mogoče narobe pri nas, da so čez nekaj časa začeli odpirati neke pube in tak naprej, ne. In potem sporedno z diskotekam, ne, ko so bile neke vrede, so bile svoje DJ-je in tak naprej, redarje, natakare, kar bilo treba seveda plačati program, recimo gosta, so potem se začeli pojavljati neki pubi, sem partjane, se tudi Frankie s pubo smo delali, ne, je bil, se veš, kak je bil poln, ne. To so tudi neki doživel tam čez, ne, tako da. Si tudi ti imel nekaj od tega, ne? Ne, mislim je velik, ne? Ja. Mislim, tako je bilo. Zato, zdaj pa kaj si imel, pa sam midva vema, ne? Ampak hvala Bogu, da je bilo tak, ne? Bilo je zagotovo pozitivno. A veš, ne, taki pubi so se odpirali in vsak pub je potem imel tudi svojega DJ-ja in se je ta zadeva nekako razgubila, ne? Plus tega so se začeli graditi nakupovalni centri, ti izvajalci, ko so bili časi diskoteke, ko si plačal stopnino, so bili potem za ston v nekem nakupovalnem centru, zakaj bi potem v diskoteko hodil, pa stopnino plačeval, pa stopnina se je pojavila in tako naprej. Stroški so bili z diskotekam, valjda, ne? Potem pa preden so umrle, smo se pa še vozili z ene diskoteke v drugo, ne, se pravi, ena je še odprta 2 ure dlje kot druga, tam se je spraznila, pa se pa malo folk seli iz, ne vem, iz Casablanke v džunglo, iz džungle v Casablanko, pa pol B52, ko je bil svoje čase, pa tak naprej. Folk je malo kruzal okolno, ko smo se vozili, z menoj vredne. Drugič pa se pravi, ta glavno, kar je bilo mojega DJ-stva, sem pa jaz tako največ sem pač na vrhuncu tega rednega rolanja doživel dol v MG-ju, oziroma potem diskoteka Florian, malo kasneje, v drugem delu, ne, tako da. Se, kaj pa misliš glede na to, da, ok, zdaj glasbe je ful velik na voljo, ne, se pravi, imaš nebroj vsega, ne, zdaj pride pa AI.
Včasih je bila produkcija, ko smo mi vrteli muziko, je bila produkcija, če se pogovarjamo, je bilo na dan ali pa recimo v mesecu izdanih, ne vem, 300-400 singlov. Danes, po mojem, je, ne vem, če rečem, da dnevno izide, pa sem po mojem malo rekel 1 milijon singlov. Vsak že lahko dela muziko, dostopna je, aparature so zdaj več ali manj računalniki, včasih so bile komponente so bile drage, ni mogel vsak vse snemati, danes je ta tehnika šla face daleč, predaleč, kar me tudi malo zaskrbljuje. Ta AI technology mi ni preveč všeč, ne podpiram zadeve, ker ne vem, zgubila bo muzika totalno vrednost. V kakšnem smislu misliš? V takem smislu, da bo še hiperprodukcija šla, ne vem, kako se nadgradni hiperprodukcija lahko reče, ne vem. Vsak bo lahko to ustvaril, oziroma preprosta zadeva bo in sploh ne boš vedel, tako tudi za video posnetke ne veš, kaj je res, kaj ne res, oziroma katera muzika je narejena za program, s katera ni. Ne vem, ni mi všeč zadeva, no. Kaj pa misliš, da bo v bistvu pol na koncu vrednost dodala? Se glasba ne bo šla stran, ne? Ostala bo? Glasba ne bo šla stran, definitivno ne. Ne vem, kvaliteta glasbe bo prvič padla, drugič pa ne bo vredna muzika nič več, kaj je veliko. Svoje vrednosti ne bo imela. To se bojim, da bo zgubila svojo vrednost s tem AI technology, ko prihaja na nov, ne vem, da se motim. Ne, v bistvu je kritično mišljenje ful pomembno zaradi tega, da si pač, recimo ti si šel čez ful veliko različnih obdobij, ne? Ja. In ful velik scale razumeš, ne, kaj se je vse dejansko z glasbo dogajalo, ne? Ja. Kot recimo nekdo, ki danes ima na voljo že YouTube, pa vse to vidi, pa misli, da je to čisto enostavno, ne? Pa ni, ne? Ja, a veš, zadeva je taka, da včasih smo bili DJ-ji tudi bolj cenjeni zaradi tega, ker si rolil muziko, ker si dobil neko muziko, ko ni mogel vsak do nje dostopati, ne. Plus tega, ta muzika, ki je bila posneta, je ta izvajalec, ko je to ta komad naredil, ne, je mogel tudi biti glasbenik, oziroma je mogel nekaj zaigrati, ne. Ne moreš kar nekaj brez veze posneti. On je mogel odigrati sinte, recimo, je mogel obvladati synthesizer, je mogel obvladati kitaro, bobne, vse to je bilo včasih vse zaigrano, ne. Danes, viš kaj, ne, danes se gre nekam in to se potem ne ceni več. In mislim, da muzika z leti dosti izgubiva zdaj na te in kvaliteti in spoštovanju do same muzike, mislim, da ne gre v pravo smer. Ne. Podpiram pa to zadevo, ki jo že prakticira Spotify, ne, oni imajo tudi en tak dober program, da so veliko teh komadov, ko so jih že praktično gor objavili, so jih dali pobrisane. Par 100,000, ko so zaznali, da je bil komad narejen z AI technology, ne. Se pravi, ne suportirajo te nove tehnologije. Oni podpirajo studije in tak naprej, da se komad naredi kot treba, ne pa da kar nekaj zastopiš, da računalnik sam, to nima smisla. Ne. In tu se bojim, da bo muzika izgubila na kvaliteti in vrednosti same. Kako so pa oni to recimo zaznali, da je to, ok, se razumem, da če... Verjetno imajo kakšne parametre, ne, zdaj kako so to vedeli, bom rekel, ne vem točno, ampak imajo zagotovo kakšne parametre, da potem nek kalup, da to oni točno vejo, da je to narejen tak, ko je, ne. Recimo pri nas, ko poznam dosti glasbenikov, ko so že te zadeve testirali, ne, so mi že pošiljali zadeve, kako se ti zdi pa ta komad, sem takoj razkrin, ko sem rekel, vem, da je zdaj tehnology narejen, ker besedilo, kako je, slovenščina, ne, ima take čudne naglase, tako da vem, da je to nekaj noter, ne more imeti, ne. In točno veš, ne. In nisem še štiri. Ja, mislim, to se strinjam, da bo v bistvu... ni preveč všečno. To se strinjam, da imam podoben pogled, no, da bo hiperprodukcija. Ja. Glede na to, da je Ne, hiperprodukcija je že, ne. Kaj je lahka nadgradna hiperprodukcija? To ne vem. Da bo vsak delal. Tako, še več od hiperprodukcije, ne. Se pravi, če smo se začetka menili, v mojih letih je bilo, ne vem, 100-200 komadov mesečno, je zdaj 1 milijon komadov mesečno, zdaj pa, ne vem, 10 milijonov komadov. Veš kam to gre, kakšne sfere gre to, ne. In tež bo izluščiti potem, recimo, ne vem, res hite, ko so in tak naprej. Sicer pa bom rekel, ne, leta tečejo in tu s časom se mi zdi, da muzika, ne vem, muzika gre v druge sfere, folk ne zna več uživati v pravi dobri muziki in tudi na teh zabavah, ko je, pač jaz bi rad drugo muziko vrtel, ne, ampak moram pa tisto, ko je folk všeč in žal tako se prilagajam, ne, kar ne pomeni, da ne rolam rad tistih komadov, ko oni poslušajo, ampak rajš bi kaj druga še rolo, ne. Rad bi še kako, ne vem, kaj novejšega ali pa, ne vem, kak haos, zdaj pa to za rolo, ampak mi smo Balkanci, hrvaške, slovenske, ok, hvala Bogu, južnaške, Balkan, to je to, brez tega ni zabave, ne.
Ja, veš, ne, brez Severine, brez Luke Basija, brez Crvene jabolke, Plavi orkester, Parni valjak, ni zabave. Ne? Po drugi strani mogoče zadevo lahko rešiš z malo Tino Turner, pa ajde, naštevam zdaj izvajalce, Proud Mary, pa kaj takega, te zadeve lahko malo rešiš, ampak poglavitna zadeva pa te, ne, pač Balkan zadeva, žal, tako je, ne. Ja, se v bistvu vse tudi vsako okolje, ne. Meni je bilo recimo zanimivo, enkrat je slučajno enega DJ-ja smo dali v mention, ko je bil iz Španije, no. In mi je bilo zanimivo, ko sem se z njim pogovarjal, ko sem ga vprašal, ne, sem rekel, kako muziko imate pa pri vas, ne, oni so pač bil v nekem klubu, ko je bila to takrat elektronika pa tako naprej, ne. In je rekel, reggaeton pa latino, ne. A veš, je bilo vsako okolje, ne, ima tisto neko veliko maso, ne, ki večinoma posluša to. Pri nas je harmonika pa Balkan. Ne. No, pa harmonika, definitivno harmonika tudi, ja, seveda tudi je. Ampak, a veš, ne, po drugi strani pa, če pa nekje v današnjih časih, ko je več teh privat zabav, pa so poroke in tak naprej, diskoteki so tako izumrle, če je to kaj taga, pa nima smisla, recimo, da ljudi poseljuješ svojo muziko, ne, ker ne boš nič dosegel, ne. Tako imaš potem kontraindikacijo, prazno plesišče, ne. Če greš neki ljudi, recimo posiljuješ s svojimi zbori muzike, ne, da se jim ne prilagodiš, ne. Se ki neha snimati? Ne, tam se sem... Okay. Vrede. Kaj pa... Ampak misliš, da bojo recimo tudi take pozitivne stvari prišle ven iz tega? Iz tehnologije? Ja. Recimo za glasbeno področje. Ne vem, prej se mi zdi negativne, kot pa pozitivne. Zdaj, ne vem, realno ne vem opisati, vem pa, da bo se podobna zadeva zgodila, ko z tistega prehoda, ko so ljudje hodili v diskoteko, da so muziko poslušali, novosti, da so gledali DJ-ja, kaj bo naredil, kaj bo prehod za mikso, kaj bo ploščo gor dal in tako naprej. Se mi zdi, da bo podobna varianta, da bo tisti svoj čas, ko je prišel internet, ko je to uničil, ta feeling, pa to uživanje, pa folk, da je hodil v diskoteke, da bo pa na drug način zadevo zdaj uničil. Na kak, ne vem ti povedati. Ne. Kar ne pomeni, da sem proti tem i-technology, vse ti olajša določene stvari, ampak predalec smo šli. Ne. Tudi glede tehnologije, kar se tiče vrtenja muzike, zdaj rolamo vse s kontrolerji in tak naprej, ne, se pravi, vse je v tvoje baze odvisno, potem zdaj že gre vse na cloud, se pravi, te Spotify, kva so še druge zadeve. Ja, Beatport ima tudi svoj cloud. Beatport je tudi zdaj nekaj naredil, ja, pa se že ima nekaj časa to sicer. No, nekaj tak je, da lahko direkt dol rolaš muziko, ne, tak naprej, sam treba plačati, tak naprej, ne, zgublja vse na tej, bi rekel, kvaliteti, no, ne vem, sam mislim, da tak. Jaz imam tak pogled, da tisti glasbenik, ki zna igrati, ali pa tista glasbena skupina, ki pač ima to znanje, pa tako naprej, bo imela še večjo vrednost. No. Tako, tisti, ko zna, bo imel ful večjo vrednost, pa ful večjo prednost naspram tismo, ko dejansko doma generira komade z AI-em ali pa kakorkoli. Odvisno, kako bo to folk sprejemal, če bo znal to ceniti. Jaz se bojim, da današnja generacija ne bo znala to ceniti. Mi bomo znali ceniti. Pri nas bo razlika, jaz bom definitivno nekoga bolj spoštoval, ko bo odigral bobne, tako treba, ko pa nekdo, recimo, če ti pritisno tam, da ti bojo bobni. Ja, on ti tam hitro razloži, da ne znaš igrati, ne? Ja. Ti nekaj zašpila tako, ko je, sam rečeš, wow. Sam se bojim, da ne bo tega, da ne bo. In zato bo tudi glasbenik, tudi ne vem, nekako spoštovanje izgubil. Tako smo že DJ-ji izgubili spoštovanje, tudi glasbeniki so izgubili spoštovanje s tem i-technology, po mojem pa še bolj ne. In mislim, da bo ta nova tehnologija, ki prihaja, tudi vse zadnje tudi veliki delovnih mest požrla, kar ni dobe. Ne. In muzika, industrija muzike in druga področja in tako naprej. Če že ker v mojem fohu se pogovarjamo, verjetno čez par let speakerov ne bo na radio, ne, verjetno bo to vse, boš lahko sam, boš napisal tekst, bo sam speaker govoril, še lahko celo izbral, kjer ga bi imel, kak glas in tako naprej, itd. Ne. Mislim, da smo kar ogroženi. Glede DJ-stva, sem pa videl, da so tudi že enega robota naredili, ko ga so postavili pa miksa, ampak ta zaenkrat še ni recimo v mojem rangu, ne, da bi lahko on bil, ker dan se je rolanje muzike tudi ena psihologija, da prav čas zavrtiš kak komad, da malo poveže zadevo, da kaj obrneš s vsakim humorjem.
vsako zadevo, kako glasbene želje, spomniš prav čas in tako naprej, pa so ljudje zadovoljni. Pa nekaj animacijskega programa vmes, kakšna igrica, pa to, sploh na porokah, pa da je animacija in tako naprej, to laufa, to je gotno. Da to zaenkrat robot, človeški faktor, definitivno to zaenkrat robot še ne more sam narediti. Ne. Ja, te bazične stvari bo šla stran. Bazične stvari pa visoka dodana vrednost recimo delovnih mest, ker recimo vsi so upravljali. To je zaskrbljujoče, sigurno. Plus, da se Bog ne da, ne se pogovarjamo o kakšni zadevi, ki bojo uporabili sigurno kakšne vojne namene, tako da se vidiš droni in tako naprej, ne. Sposabljajo že pa neke robote za boje, pese že imajo, in teda roboti vsi nekrat, ne. Nič ne je, nič ne pije, nič ne stane, zašraufajo ga skupaj pa gre, ne. Tudi če ga raznese tam, če ga jaz z enim ročnim minometom skinem, ga pač raznese, nobene škode, že od zadaj, pa me poje, pa tak naprej. Ne vem. Nisem zagovornik te AI tehnologije, ampak upam sam, da... Ja, v bistvu obe smeri la gre, ne? La gre v dobro, la gre pa v slabo, ne? Mislim, da jo drži na rokah, ne? Jaz nisem črnogled, jaz sem vedno optimist, ampak v tem primeru lahko rečem, da moram reči, da sem pesimist, da je 80%, da bo slabš, 20%, da bo dober zaradi tega. Jaz sem v bistvu ful bolj optimist, moram reči. Ja, kako pa to je procentualno pri tebi? Po moje, 70-30. No, dobro, malo bolj optimist, ne pomeni, da si pa zdaj neki optimist. Ne, nisem. Si tudi kar več ali manj pesimist, če si pod 50, si že kar pesimist, ne, tako da. Kaj, 70% v plusa? Plus, ja. A ja, 70% v plus, to je pa druga zgodba. Jaz sem 80% v minusu, pa 20 za, da bi lahko kaj boljš. Ja, no, dobro, se ne rečem, se ti olaje še določene zadeve, ne, se vidiš, ne, pa tudi na mestu tebe bo, ne vem, en komad z mikso, potem ti bo eno risbo narisal na mestu tebe, vse je praktično, ne vem, pa nekaj bomo... Človek se bo mogel prilagoditi, to je definitivno, ne. Ja, prilagoditi tak ali tak, ne, sam kaj to pomeni, to bo iz nas naredil, ne vem, kaj bo naredil iz nas, kaj bomo mi pa tam neke številke, ali kaj. Delovno mesto bo zadeva spodžrla, vse področja so kar v nevarnosti. Ne? Recimo tale platforma je nastala iz enega izmed teh razlogov, zaradi tega, ker verjamem, pa pač mogoče moj osebni pogled bolj, prihodnosti se mi zdi, da bo mogel človek ful hiter najti nek smisel zase, se pravi, da bo najdel nekaj, kar mu bo dal nek smisel obstoja. Se pravi, vsak posameznik. Se pravi, danes večina ljudi pač dela nekaj zaradi tega, ker pač je sistem tako narejen, da dejansko moraš providati. V prihodnosti pa mogoče ne bo več tako. Ne vem, recimo nedolgo nazaj sem poslušal pač eno konferenco, ko so bili pač ta Nvidia pa Elon Musk, in je rekel, da obstaja velika verjetnost, da v 10, 15 ali pa 20 letih bojo veliko služb manj na voljo, kar pomeni, da bo človek opcijsko izbiral, kaj bo počel v življenju. Se pravi, ali bo počel nekaj, kar se pravi, bo imel možnost, ali bo igral neko vlogo, igrice, neki, ne vem kva. To ti govorim, ne? Se pravi, človek bo mogel najti smisel. Da bo... To ti govorim, ne, veliko služb bo izumrlo, veliko poklicov bo izumrlo, pa tudi veliko se jih bo tudi na novo naredili, na novo odprli. Na novo, ne, ampak bojo drugačni, in ta prilagoditev bo pač enostavno prenesla za sabo te spremembe. Je pa človeški faktor res tisti, ki bo pa še zmerom držal tisto glavno stvar, ne glede na to, kaj AI naredi. Jaz v vseh teh letih še vedno zagovarjam ta posel, kar lahko narediš z rokim, je to. Je to cenjeno in to, ne vem, to ti prinaša uspeh, pa zadovoljstvo. Če lahko nekaj z rokim narediš in to za mene štejeno. Lahko nekaj z rokim narediš, ne. In ko priješ do take pozicije, da bo to AI technology vmes tebe naredil, kaj še ti potem ostane, kaj še ti preostane? Ja, v bistvu rok ne bo mogel zamenjati, ne. Mislim, keramičarja ne bo mogel zamenjati hitro. Je pa robotika, ga bo robot zamenjal. Kaj bo vojaka, bo robot zamenjal. Psa na ketni, ko ga sprehajal, bo robot zamenjal. Je, ne, pije, ne. Nafilaš ga na štrom, to je to. To gre za tebe. Mislim, predstavljam psa. Pa še pogovarja se s teboj, si predstavljaš to? V roku 10 let, verjam, bo pes govoril s teboj. Poročajo se že danes že poročajo z roboti, se že poročajo na Kitajskem, na Japonskem, ki je že značajna poroka bila in tak naprej. Kaj češ? Ne? Potem robot otroka rodi. Maternica robot da noter, mislim. A veš, potem po 9 mesecih robot otroka rodi in tak naprej, mislim.
Da smo malo zašli s teme, mislim, se to znanje so tematike, ne. Ne, ampak v končni fazi se to je dejansko povezan tudi z nasplošno s tehnologijo, pa z razvojem glasbe pa vsega, ne. Se to tudi vpliva na to, ne. Sigurno, In veliko stvari bo potegnilo na Ja, seveda, ne, tu sem najbolj zaskrbljen, no, tako da, kar se tiče te produkcije, bo zadeva kar izumrla. DJ-stvo pa ti ne vem povedati, kako dolgo bo še to lahko laufalo, upam na čim dlje, ne. Ja, mislim, jaz sicer se pravim, jaz sem 70% sem optimist, sam se bo treba prilagoditi na nove prijeme, na nove sfere, to definitivno je pa res, da človek, jaz mislim, da bo človek še zmeraj fejst cenjen na tistih področjih, kjer ga bojo želeli imeti, ne. Tam, ko ga ne bojo želeli imeti, tam, ko se bo hotel optimizirati, a ne se že danes lahko imaš ti zabavo, pa ti YouTube vrti, ne. Ja, samo se vidiš, kaj se dogaja, vse posod, ne. Vsi bi imeli neki, pa vsi bi imeli na pol za sto, ne, že to je že en tak pokazatelj, ne. Veš, ne. Vsi bi imeli neke fešte, rojstni dan bi imel, praznoval bi na polno, ne. Za enega gosta, ko prije tja ti muziko za 5-4 komade na USB ključek, recimo. Jurija, 2 Jurija, ni problem, ne. DJ, ko pa reče, ne vem, eno primerno ceno, ne vem, en paket, recimo 600-700 evrov, je pa problem. Ne, ker jaz pa dobim enega DJ-ja, ko bo za 300 evrov delal, ne. In to potem cenka zadeva, ne, in tak naprej, ne moš ne vem, kaj narediti, ne. Veš, že tu, to je en tak pokazatelj, ne. Se pravi, enega artista, ko prije tam za 15 minut, da vzame, ne vem, Jurija, 2 Jurija, razumeš, ali več, ne, je problem pa DJ in tak naprej, da to je pa predrag, 600-700 evrov je pa ful predrag, ne. Pa noben vpraša, kdaj priješ tja, se pravi, definitivno slabi 2 ure, pred tja priješ, postavi zadevo, potem si pa tam, zdaj ne vem, 8-9 ur, pa preden to pospraviš, oziroma šako uro potegneš, pa si tam na terenu 14-15 ur, če si nekje, ne vem, na Dolenjskem, na Gorenskem, še to prej greš od doma, se pravi, greš od doma v 2 popoldne, priješ zjutraj, pol 6 domov, da si pa računi. A zdaj pa 600 evrov pa veliko zdaj, pa še nekaj za gorivo, pa ta folk moš tam prenašati praktično, ko je pa dobro, vse meni to vse kul, ne. Ampak lej, pa če sem svojo ceno, z leti sem si tudi pridobil in tisto mene pokliče, ve, kaj dobi. Ja, se to so izkušnje, ne. Je pa dosti tudi takih, ko me ne poznajo, ne, švalda, in tudi testira malo, je to, ni, potem pa lej. Imam veliko že vrsto let takih strank, že vrsto let za njih delam tudi za podjetja in tako da tisti, ki so se prepričali, ko me poznajo, vejo, kakaj je zdaj, kako delam in to je to. In noben ne pokliče, čuj, koliko imaš pa ceno ali pa kaj takega, ne. Pa rekel, lej, veliko je pa teh na nov, pa pokliče, halo, mene pa zanima, kakaj je pa cena. Ni vprašal, kaj imam, kaj nudim, kdo sem, ampak sem, kakaj je pa cena. Čutil sem, da neki muziko vrtite, kao vi ste DJ, ja, valjda, kako imate pa ceno. Ni vprašal, kaj imam, kaj nudim, kdo sem, itd. Sam kakaj je pa cena. Ja, pač to je. Ja, prek telefona pa me ne pozna, ne. Si nekaj čakajte malo. Zdaj, kaj pa vi rabite sploh, kaj vi rabite? Jaz doskrat dam to primerjavo recimo z kelnarijo ali pa recimo z gostinci, a ne, pač recimo osebje za šankom, a ne, da marsikdo pač je bilo neko obdobje, ko so imeli 10, 15, 20 evrov na uro, a ne, pa tako naprej, ampak recimo ne moreš tega dati zmerom vse v isti koš, ne. Se pravi, v Ljubljani mogoče res lahko ima 20 evrov na uro, a ne. Ne vem, tam v Beli krajini, v nekem Hodošu, zdaj malo sicer ekstremno grem, a ne, v ekstreme, a ne, pa ne more imeti, a ne. Se pravi, ta razpon se bo zmerom dogajal od do, a ne. Zdaj pa vsak najde pa znotraj tega nek bazen, a ne. Koliko je pripravljen dati. Ja, sigurno, tudi kupna moč je definitivno v Ljubljani je večja, kot pa kje druge, ko si da to naštel, recimo, sigurno in valjda tam lahko verjetno več da, ne. Se ni nobenega problema dati natakarju, tudi pri nam, tudi recimo, tudi v naših koncov, ni problem dati natakarju 20 evrov na uro, če je promet, ne. A veš, če prometa ni, kao smo pol dal, ne. Pol še problem 7 evrov dati na uro, ne. Tu na našo območju nekje je taka cena B, 7 evrov na uro, ne. A veš, ne. Pa še tiste je včasih problem, ne. Kdaj si pa, zdaj smo dali to AI tehnologijo, smo dali čez, recimo, ne. Ja. Kako si pa v bistvu v radio se potem najde noter, no? Ker recimo to je bila zelo dolga zgodba, no. Pa niti ne, se pravim. Čisto slučajno ali tak? Se pravim, skozi sem sanjal neki vdaji, da bi imel Mr. DJ, sem takoj že najdel potem ime na Radio Celje, ko sem začel to oddajo voditi, ne, to glasbeno, pač muzika me je zmeraj zanimala, novosti, da bi predstavljal in tak naprej, malo govoril in si potem pač tisto leto si več imam vse tek na papir pisal in tak naprej, vse pripravljalo, tako treba. Potem sem šel pa, se pravim, potem je bil pa naslednji izziv, ko je prišel Radio Fantasy prišel ven,
v celo in potem sem pač šel to tja, ker mi je zdaj bila bolj prvič moderna, bolj tisti trenutek, pa bolj zanimiva. Ne. In tam sem praktično jaz s to oddajo štartal, nekje 6 mesecev, potem ne vedoč, da me mogoče pa čaka kakšna speakerska kariera tudi, ne. Potem je pa, ne vem, lastnik je rekel, kaj pa, če bi mi imeli še kak jutrni program, če te zanima, bi še po jutrni programu delal, pa malo muzika, pa to, sem rekel, ja, zakaj pa ne, ne. In potem sem to, slučajno tako letel noter v ta speakeraj in evo, posporedno z oddajo še malo povezovanje, plus tega, potem, ko sem šel na moj radio, še pa nadgradnja te zadeve, še pa oddaja Trije kralji. Sem tudi formiral, sem rekel, zdaj pa folko neki manjka, neki zajebance, dajmo se malo hecati in tako naprej, pa smo še toliko zdaril špila, ne. Leta 2000 za novo leto ob 2 šampancih pa enemu velikemu narezku se je rodila oddaja Trije kralji, ki pa Kako je to je zgledalo? tudi žal pokojna. Da, v bistvu, to me res zanima, zato, ker ti Trije kralji so bili res legendarni. Ne, v tem, Trije kralji so še danes, ko nekoga vprašaš, po čem poznaš moj radio, reče Trije kralji. Ker še vrsto let smo si snemali še to oddajo na kasete in tako naprej, tako da še imamo to v spominu. Ja. Ker jaz se spomnim, vem, da takrat smo ga že nekaj skupaj hangali, pa smo se tam okrog furali po teh diskotekah pa to in vem, da se spomnim, da so pretep to snemali, ne? To se je pretep noter snemali, ker vem, da se nekaj to leto noter sred nekega prispevke smo vedno delali pri meni, doma, v studiu, kao. To smo vedno doma montirali. A so kakšne take prigode, ko jih nočeš, ko jih še nisi nikjer povedal, glede Treh kraljev, kaj se je vse zgodilo? Taka stvar, ko je bila... Bilo je zagotovo veliko takih zadev, ampak tista, ko mi je ostala najbolj spominu, je to res taka nenavadna, ko sem tudi jaz, ko me nekaj skupaj sem obstal, ne, nisem vedel, kaj narediti, ne, tisti trenutek. Sem bil, sem zmrznil, ne. Je bila, ko smo povabili eno starleto iz Portoroža, bila je menda glih 18 let stara, ne vem, v Playboyu glavne bila, ne, neka starleta. In sem jaz poklical, je prišla, in ste pripeljala starate pa starmama, oziroma ne, dedi pa babica, kakorkoli že, ne, z avtom in pride gor. Jaz sem seveda prej vprašal, kaj ima rada za pijačo, da mi da to nabavimo, Bacardi Cola, super, fajn, super, ceka. Noter v studiu so vse, da jaz naredim res, ampak res, kaj ti to pove, to je res tako bilo. Ni bilo nobenega nalivanja za alkoholom, samo en kozarc sem nalil za vsega Bacardi Cole, ampak dobro, nalil sem polne, deci Bacardija, deci Coca-Cole. Ampak okej, mi začnemo pogovor, da musko gore 2 komada, da se mi malo sprostimo, da se malo, izven etra še pomenimo, ker vse ne gre v eter, ne. In naredimo pač 2-3 šluke in se spet oklopimo noter, govorimo, se pogovarjamo in ona začne besede ponavljati, stavke začne kar ponavljati. Isto je skozi govorila. Parkrat, zaprem nos neko, čakaj, ko je zdaj to, kar naenkrat, ona glava, bum. Pade dol, glava pade dol, tam na mizo gor lega, pa tekle, pa pogledam jaz spodje, veš, da le ne vpraši, je ruknal ven iz sebe, baba dol pade po tleh, jaz sem tekle, ko sem stopil, sem tekle postal, nisem imel kaj narediti, kap me je skoraj zdela, stopiš, ukrčil se, seba, ko je bil za mene, ne, je zagrabil, je vrgel na rame, nesel na WC, da se tam zbruhala in tak naprej. Mene je kap skoraj, jaz pa tam sem šel, potem pa eno odsota, smo tam po studiju pobrisali, muska skozi špila, jaz nisem imel kaj naj naredim, ne, spodje pa čaka ta stara starša, ne, ko je bilo, ne, pizdarja, ne. Jaz sem rekel, zdaj bojo nas obtožili, da smo mi dva napila, kolega, enega kozarca nisi pila, razumeš, ne. In pol, jaz sem šel s tek strahom, tek nisem imel kaj naj naredim, ne, on je odnesel tam, je šla na WC, je se zbrukala, da je pa nazaj prišla bleda, sem rekel, da moramo zaključiti, če ni več vedela, kje je doma, nič. Smo jo dol nesla, oziroma seba jo dol nesla, jaz sem šel za njega. Jaz sem povedal, kaj se je zgodilo, da se opravičujemo, ne, vse ni problem, ona je že po poti 3-4 piva je že spila, ker je bila živčna, ko je vedela, kam gre, ne, to je bil sam, pa smo jo pa noter v avto vrgla, pa se odpeljala lahko noč, pa so šli. Jaz sem pa prej mislil, da bo nas, ne vem, da bo nas zdaj obtožili, da smo mi da kao napila, zato bi že mi da ne kriva nedolžna, ne, ona je dol padla, sred studija padla dol. Jaz sem obstavljal, jaz sem drc, mi nisem, kako naj naredim, kako naj reagiram, ne, kap me, ne. Druž pa plus tega še tudi ena anekdota, tudi je bila tudi ena zvezdnica, ko se je tudi pelala k nama na intervju, smo se vse lepo zmenili, tudi ena znana, pa je bila tam že
bliz Trojan, pa naj jo kliče, ja, jaz sem zdaj tu na Trojanah, pa me zdaj nazaj obrnila, pa grem domov. Sem rekel, zakaj pa, ja, čula sem o vas, da ste preverzni, pa da me boste imeli grd, pa vam tamo, ne pridem gor na oddajo. Sem rekel, pa čakajte, mi smo napovedali, da prije, da se bomo lepo delali z vami, ni problema, ne skrbite, boste v pravih rokih, mi da smo ta prava, zato pač ni problem. In pol nekako smo le prepričali, mislim, da 15-20 minut pogovora, jaz sem že rekel, pa pustijo, naj gre domov. Kva zdaj, vse ne rabimo, kaj če se nas boji, pač naj gre domov. Ne? Še v bistvu tudi tema, ne? Ja, ampak le, jaz sem tako rekel, mi smo bili, od samega začetka smo bili res perverzni, od leta 2000 naprej, potem pa s časom, zdaj, ko smo malo tudi starejša grata, smo se tudi malo umirali, čeprav nekih erotičnih vprašanj, takih nevsakdanjih nikoli ni zmanjka, ampak definitivno pa nismo bila več tako perverzna, kot smo od samega začetka. Ker smo tudi potem videli, da treba malo žogcu umiriti, ker so se pa nas punce že res bale, ker so res slišali za nas in so se nekako se izogibale, da ja ne bi prišle, da je ne bi v zadrego spravljali in tako naprej. Enkrat smo se z eno gogo plesalko, ko smo jo povabili, smo se prepirali, kaj je težje, kilo slama ali kilo železa. Ona je trdila, da kilo železa, fertik, lega, no pa smate, razumeš. Jaz sem skoraj 100 dal pada. Sem rekel, daj povej mi, kaj je težje, kilo železa ali kilo slame? Ona reče, kilo železa. Sem rekel, kilo železa. Je rekla, ja, kilo železa. Sem rekel, daj malo poštudiri, kak bo kilo železa? Je pa kako? Sem rekel, je pa kako, zdaj sem se držal za stol, mene je skoraj stalo, da zabrisal. Sem rekel, pa kaj ti ni jasno, kilo železa, kilo slame, kaj je težje? Enako je to, ne? Pa kako? Se je hotela prepirati z menoj v eter not, le jaz mislil, da bom fertik dal padale. Pa velikih takih anekdot, ko niso vedele, te, ko so se delale ful pametne, pa te starlete, pa neke plebojeve zajčice, koliko so pametne, brihtne, pa tak naprej. Niso vedeli osnovnih teh zadev, ne vem, barva slovenske zastave od gor na vzdolj, ne, pa tak naprej. Simbolov niso vedeli, itd. Ne. Potem ena je zapela, ena je imela celo, je pribila, da ve besedilo za pesem Na Golici, recimo od Avsenika. Je da cela na planinca, sončice sije, veš, od Golice od Avsenika, ne, začeli to, da sem tudi dal padal, mislim, take sem imel, veliko je bilo. Pač pa, se pravi, od začetka smo malo bolj na hard, glede erotike, pa z hecanja, potem smo se pa nekako malo tudi umirili zadnja leta, pa je tudi bila vdaja poslušljiva, ampak definitivno pa ne, tako s tistim prebojem leta 2000, ko je folk tudi klical veliko, pa tudi, se pravi, sodelovali so s temi klici, pa snemali so si, tako sem potem čul vrsto let kasneje na kasete, pa si kasete med seboj šerali, da so poslušali, kva pa je to, ne. No, največji, bi rekel, bom rekel, da se mi je pa dopazil, ko smo imeli pa gosta, smo imeli pa župnika Goloba, župnik Golob, ko je prišel, ko je rekel, da pozna 3 kralje, ne, in je imel v smrtnici imel posnete gor na USB ključu, ne. Je imel na USB ključu, je rekel, da še v avto zdaj poslušal smrtnice, ne, ko smo jo mi kralji, ko smo jo izrihtali, ne. Je rekel, da nas pozna, pa je bil naš gost in se mu je dopadl ful. Mi je pa šokirana, da nismo vedeli, da ima, je rekel, da to poslušal smrtnice, ko smo jih sestavljali tako lepo. Ja, tiste smrtnice so bile... Ja, res posebej in rekel, to USB ključu in on to v avto lepo posluša. Golob, župnik, ne, poveš, tudi njega smo gostila, tako da veliko zvest je bilo, veliko takih drugačnih zvest v teh letih od glasbenikov, pretežno pa bom rekel 99% samo žensk, ne. Nekaj 1% moških, od moških je bil, ne vem, so bili game over za svoj čas, prišli pri nam studio Sebastian, potem, ne vem, Fred je bil, Zmago Jelenčič, Murko je bil. Murko je tako za akcijo. Murči se tam čisto kot stisno, je rekel, vi ste fuken, pa tak naprej, ne, tako da je pestro, to je tudi. Se v bistvu vi ste bili 3, ne? Ja, vrsto let smo bili 3, pol na koncu, pa nekje 5 let, 6 let smo na potem samo, nekako se naša pot šla, ne. Zaradi neke take poceni variante, ampak ok, ne. Se pogovarjamo se še, ampak pač smo šli vsak svoje pot, mi da smo, mogoče ta 3. kralj, ko je bil, ne vem, se je malo počutil odstavljenega, ker smo mi da več, ali manj, sami dva delala zadeve, tiste neke ideje, tak naprej, seba je imel, recimo, Gašper je imel ideje, jaz sem pa to realiziral kot tehnika, ne, bolj težar, evo, črnko noč. Glasni ste bili vsi 3 notro v etru. To pa definitivno, so to valjda, se zato je bilo, je pa res, da smo tega, da smo vmes najprej zamenjali Mihata, je prišel drug Miha, pa potem še Gašper, smo še imeli enega druga Gašpera, vmes pa še pol ta Gašper, ko je bil najprej na začetku, pa pol vmes je nekaj manjko, pa je pol še na koncu prišel, da na koncu smo bila sam Gašper, pa bolj težar smo bila, Miha je pa potem se kao upokojil. Pa ste zaključili to zgodbo?
Ja, zagotovo. Zgodbo smo zaključili in tudi mislim, da ne bo povratka nazaj, tudi če se mogoče karkoli naredi, ali pač nikoli ne reci nikoli. Se je pa zgodba zaključila leta 2024 s prihodom nove oblasti na moj radio in tako naprej. Njihova želja je bila, da se zadeva zaključi, da smo preverzni in tako naprej in se je potem tudi zadeva mogla zaključiti. Čeprav so potem le čez čas uvideli, da so napako naredili, so se potem neki polivali z žignano vodo, ampak jaz sem se potem odločil, da zadeva je zaključena, če ima tako razmišljanje, potem nimaš kaj. Je bil pa zagotovo paradni konj mojega radia vrsto let, Oddaj tri kralji. Ja. Je v bistvu v tako platformo bi lahko šli, ne? Ja, lahko bi šli. Lahko. Ja, ampak bi bila verjetno zabavna. Ja, verjetno, ampak bom tudi po drugi strani rekel, tudi mi smo svoje ne vem, tisto koruzo, ki smo jo popravili, smo jo pozobali, tako da je dosti zaenkrat. Ne. In mislim, da je prav, da smo tudi da je vse nekako tako moglo biti, ko je bilo. In tudi, pa se imajo vsaka stvar, ima nek svoj začetek, pa nek svoj konec. Tople vode, ne moreš več izumiti. Ne. In bili smo svoj čas, bili smo kralji smo še, da je vsak na svojem področju. Recimo eno tako tematiko, vem, da se spomnim, sem bil tudi šokiran. Podcast je Naj to ostane med nama ali nekaj tega, ne vem, nekaj je v glavnem. Tam so... Kdo pred nama? Ja, pri nas. Ne. Podcast je... To je za neko, punce, ko so neke erotiko, neki se ukvarjajo z nekim... Ima neke trgovine, ti si na hardcore, ne? Ja, si na hardcore, ja, dobro, okej. Mi smo imeli to na radio, ne, to zdaj kdo gleda, ne, tam je pa, so poslušali redno, so poslušali vsak torek zvečer, je bilo to, čeprav smo to dali vmes kak opozorilo, da ni to za otroke, ne, da je to za starejše osebe, ne, pa da otroke ponumlja, tako da naj grejo spat in tako naprej. Smo tudi začeli opozarjati malo, da ponumlja zadeva in tako da. Ja, drugič pa vem, ja, tudi je, vse pravim, tople vode ne bomo več izumili in veliki že zdaj raznih oddaj in svoje smo naredili, zapisan smo v zgodovino, tako da oddaje so arhivirane, če ne druge pri meni na disku doma je arhiva, potem čez 100 let, ko bo nekateri poslušali, se še bo verjetno to dobro nasmejali, če ne bo to umetna inteligenca vse zrežirala na novo. Drugič pa še vedno prevladujejo gor na YouTubeu, če bo kdo kaj pogledal, recimo, zdaj ne vem, da so že pobrisali, je imela tudi zelo veliko gledal Sneguljčica, pravljica Sneguljčica, pa pravljica Rdeča kapica. Na preverzni način. Bomo dala link noter. To, recimo, če niso pobrisali, to je bilo par 100,000, mislim, da je bilo blizu milijona ogledov že Sneguljčice oziroma Rdeče kapice. Si jo poslušal? Velik si zamudil. Ja. To je zrežirano v nulo, plus tega snel zadevo obarvo z efekti in tak naprej. Ali je to bilo stokanje, ali je to bilo pokanje, ali je to bilo prizori iz erotičnih filmov, stokanje in tak naprej, vse nazorno, poleg povedanega, karkoli že bilo. Ja, da si se lahko predstavljal vse v živo, da se res dogaja. Bomo probala najti. Kot Sneguljčica in 7 palčkov, ko bilo, če si predstavljaš, ko bilo 7 palčkov, ko so šli en za drugim do nje, upravljali in šli ven. Bomo dali disclaimer od svadi, da ni za... Lahko. Če še gar, če niso dali pobrisali. Če pa mi da gar nekam dala na kak darknet, recimo, te zadeve, potem pa tam daš link, pa je to. Nas dal navržejo. Na radio, ko si bil 25 let, se pravi, na mojem radiju, si v bistvu na neki točki, v bistvu to, kako si pa ti, recimo, to doživel, no, se pač kakor imaš ti željo govoriti o tem, no, ampak kako si doživel, recimo, ta rečemo nek konec začetka mogoče novega, no? Če lahko zdaj 25 okroglih let žal nisem doživel sem 24 let pa pol. Septembra letos bi bilo 25 let okroglih, jaz sem pa zaključil tam nekje 1. junija, ne. Pač po eni strani mi rekel tako, da zagotovo to nisem pričakoval, da bi bil takle tragičen konec tega, da je mogel biti vsega lepega konc. Ampak kaj se je dejansko zgodilo, no? Recimo, da bo recimo malo širša slika, no? Ne vem, če bi se kaj tega kaj posebej dotikal. V glavnem finančni razlogi in tak naprej, ne, novo vodstvo, potem, če ni plače, ne moreš delati, ne, in tak naprej. To je dovolj. Ampak drug lastnik je prišel, ne? Tako, drug lastnik, ja. Ustanovitelj je v bistvu druga politika, vse, prvi lastnik je lepo fair, pripravil zadevo do konca, je šel pokoj, v penzijo, zadevo prodal,
Potem so druga dva to prevzela, mislim, da nista vedela, kaj se spuščata. Verjetno sta imela dobre namene po svoji strani, ampak potem se je pri financah potem zalomila. Jaz ne rečem, da sta ona šla za to, da bo ta nas potem uničila, to bi bila zmota. Ona sta imela zagotovo dobre namene, ampak potem se je pri financah zakomplicirala vse. Nekako ni bilo izplačila in potem ne moreš delati več naprej. Ne gre. Je pa radio definitivno strošek, in več ali manj ti privat radiji živijo vse iz reklam. Kako pa da dansko en tak radio dansko sploh deluje, kot dansko se, kaj vse moraš imeti? To je veliko stvari, ko nekdo ne ve mišlja, da je to sam en studio takle, ko imaš, da je ti tukaj, ko imam jaz doma, recimo, to je več zadev. Če začnemo že sam, ne vem, uporaba radijskega programa Redox, recimo, je treba plačati licenco, treba mesečno plačati ali pa letno, da plačuješ. Potem je tu SAZAS, IPF, to skrbita za avtorske pravice in za glasbo in za tekste. Potem imaš tudi AKOS, to je za programsko shemo, da se nekaj dogaja, da je program in tako naprej. To so trije, ki že moraš kar denar stran delati. Potem, da ti ne govorimo o uporabo oddajnikov, ki se tudi mesečno plačujejo, DAB sistem, ki se posebej plačuje za oddajanje. Oddajniki sami, kot tudi je velik strošek oprema, ki je noter v studio. To je treba vse investirati, računalniki. Z leti to, če ne investiraš sproti oziroma obnavljaš, zadeva pade. Moraš skozi nekaj vlagati noter v to opremo. Brez tega ni. In to je strošek, poleg tega ljudje seveda. Je pa radio ta medij, pač, ki si živi recimo samo od reklam in sponzorjev, da nekako preživimo. Zdaj država zelo malo da, oziroma nič, občina pač po svoji moči nekaj malega, odvisno koliko jih objavljaš in tako naprej. Tako da nismo zdaj, Radio Velenje je pač Radio Velenje, oni zagotovo dobijo več denarja od same občine, ko smo ga mi dobili. Nekaj malega smo dobili, ampak to je zanemarljiva zadeva, veš, da Radio Velenje na prvem mestu, če to pač njihov lokalni radio. Mi smo pa privatne, čeprav glede poslušanosti ni dileme. Mi sigurno Velenje smo bili eni izmed bolj poslušanih radio, definitivno. Tako da, stroški so, definitivno, stroški so. Ni poceni varianta, Kaj pa shema, recimo, ali se je mogoče tu pri shemi kaj zalomilo? Ne, shema ni bila, ne vem problem. Potem, ko z novimi lastniki, Ne, nič. Edino, kar je na novo bilo, kar se na novo uvedli, je bilo to na prvem mestu, je bilo to oddaja Tri kralji Muri stran. To je prva zadeva, to je bil taka želja in tako naprej novega direktorja, zdaj bom rekel lastnikov, lastnikov je celo ko je eden od njih je bil celo sponzor Treh kraljev včasih, je rekel, meni so Trije kralji, ful fajni bili skozi, ampak mi smo dali to do roke novemu direktorju, direktor odloča, kako in kaj je bilo. Tako sem povedal, kasneje je bilo zadeve žal, da so pač umaknili zadevo, ker smo bili, tako sem rekel, paradni konj, ki je zadevo vleko. Zdaj, glede sheme ni bilo nobenega problema, se pravi, glede sheme se je samo to uvedlo, da smo še začeli vrteti hrvaško glasbo, ki je prej 23 let nismo vrteli. Taka je bila želja prejšnjega lastnika, da pač ne, da bi bili neki nacionalno nestrpni, to nismo nikoli bili. Pač ena taka politika, recimo preprosta logika, da recimo Hrvati ne vrtijo naše muzike, mi pa njihove ne bomo in da moramo pač, če smo v Sloveniji, pač slovensko muziko več vrteti in tako je. Bilo vrsto let 23, potem pa z novim lastništvom pač smo začeli tudi malo neke hrvaške muzike vrteti, kar ni nič narobe. Se pravi, je pa potem zadeva glede finančne plati začela škripati, in se je pač žal te končalo in zdaj trenutno se vrti samo muzika gor in reklame za kasneje, da bi pa nekak program zalaufal, pa tudi mogoče potekajo kakšni dogovori, bomo povedali, kako in kaj s časom. Teda, nikoli ne reci nikoli, lahko da se Lesi vrača domov, lahko da se ne, bomo videli še. Bilo je že nekaj takih segmentov, ko sem že upal, da smo se že zmenili, pa se potem nismo zmenili, pa zdaj spet se nekaj dogovarjamo, pa tak naprej. Vse se pa vrti okrog denarja. Je pa tudi resno se zadnje, da treba povedati, tudi lahko vsakmo oči pogledam, vedno in vedno bom, da nikoli nisem na radio delal zaradi denarja, ampak zaradi ljubezni do muzike, pa do nekega šova, do neke ljubezni do mikrofona, do
muzike, povezovanja in tako naprej. In tudi všeč mi je, da sem imel vedno več ali manj odprte roke glede izbora muzike, povezovanja in informacij, novic in tako naprej, da sem moderiral in to je meni catch. Zaradi tega tudi nisem, zdaj sem že par mesecev brez tega radia nisem niti iskal nekje druge, da bi šel nekam, ker mi v velikih segmentih ni všeč politika določenega radia, ne, ker ne bi pa rad bil tam bralec ali pa nek tam, ko moram polagati vse, kar bom povedal in tako naprej, pripravljati se, ne vem koliko, vse obelodaniti, kaj bom govoril, ampak ne spontano pač, da je zadeva povezljiva, poslušljiva in to, pa da ne moriš preveč folka in tako naprej. Ne. To mi je čar radijskega dela. Dva, ki sam moderiram, oblikujem, da nisem zbralec in tako naprej. Je ta informacija prava? Ne vem, pač, da sem sicer pač malo zasledil, da glasbene sheme dejansko prihajajo iz tujine in da doskrat ti uredniki nimajo prostih rok. Mislim, to drži za mnogo radijskih postaj, ponovadi so te mreže take, kot ti zdaj omenjaš, to definitivno drži, ampak mi se tega nismo šli. Zato sem pa jaz imel proste roke veliko, ne. Ampak zakaj pride, recimo, mislim, zakaj se koncept uveljavi, recimo, ne, pa da ne dovolijo, ne vem, pač šede? To zato, ker delajo po neki šabloni, ki je že nekako uveljavljena, ampak pogovarjamo se, mi smo imeli tudi na 2-3 izobraževanjih, sem bil v Mariboru, v Ljubljani, ko smo imeli te zadeve, ko so prišli, ne vem, iz radia Frankfurt, radia München, z teh frekvenc, pač po domač povedano, pamet nam solitne, kako in kaj glede tega, da playliste so, da to morajo imeti v bazi 3000 komadov, pa da se ti non-stop vrtijo in tako naprej. Samo veš, ne, oni izhajajo z te politike, ne, oni imajo, ne vem, Radio Frankfurt, Radio München imajo 2-3 milijone poslušalcev, ne, mi imamo, ne vem, 150, 120 tisoč, kaj taga, ali pa ne vem, 100, ne vem, ne, to je definitivno razlika, ne, oni grejo to igro, ne, da imajo v bazi 2000-3000 komadov line skozi, se pravi, njihova politika je ta, ko se sedeš v avto, da hit špila, hit za hitom, ne, in tako naprej, ne. Ne, jaz se s tem glih najbolj ne strinjam, ne, meni je bolj pestra, meni je bolj pomembno, da je pester izbor muzike in tako naprej, ne. Preko pa, da so skozi neki hiti, da ropotajo, ampak pogovarjamo se o tem, da je pestra muzika, da je spevna melodična muzika, da ni kar nekaj, ne, in tako naprej, ne. Da so razni stili, ampak da je nekak melodična muzika, no. In te zadeve, ko smo pobrali, recimo, ko so pobrali ostale radijske postaje od ozunje, je pač to razmišljanje več ali manj Nemcev, ne. To je njihova šablona, oni so to testirali, oni so to analizirali in so oni rekli, tak bo in gotovo. Tudi te naše radijske mreže plačujejo njih zaradi tega, da so jim to predstavili in da so kupili to shemo in delajo po njihovi šabloni, zato je tak. Zato so več ali manj radijske postaje podobna eni drugim. Ene pretiravajo z 80 in 90, ene pretiravajo, ne vem, sam s hrvaškim in tako naprej, s harmoniko preveč. Ne vem, to je pač neka taka politika od zunaj, neke analize, več ali manj delamo tako, od zunaj so nekako naredili analize in tako naprej in to kao je treba upoštevati. Ja, mi tega nismo nikoli imeli. Nikoli nismo upoštevali. Vedno smo bila 2-3, ko smo muziko gor nalagali na radio, ko smo imel sam tek sport izbiro po feelingu, pa tako naprej, kar mi je dalo več ali manj bolj odprte roke. In to je to. Recimo, mene je boljše bilo, delo. ja, mene recimo Val 202 me recimo kar enih parkrat presenetil, tako ne. Val 202, bom jaz rekel, v mojem avtu je skozi igral, pa še zdaj igra. Ampak zaradi tega, ker pri njih cenim to, da veliko krat zavrtiram tako muziko, pa rečem, pa kje je tole najde, mislim, pa kje je tole najde, to ni zanj kamber, ne, ampak preleti počasih taki komadi res, da rečeš, škoda, fajn, wow, ne, plus tega meni zanimivo, meni so aktualni novinarji in to popestri, se mi zdi, program, ne, tu je mogoče, novinarji so pri nam definitivno manjkali, novinarji se pravi, da so malo po terenu, da naredijo kako intervju, te raziskave, one raziskave, potem kak zanimiv gost, govorim, kvaliteten gost, ki je ve povedati nekaj tek nekaj, ne, da tam neki cuken peker, ne, da bo ne vem kva govoril, a veš, da nekaj povedate, nekaj osvetli in tak naprej, potem malo folk povprašajo neke javnomnenjske raziskave in tak naprej, to mi je nekaj zanimivo, pa intervjuji in tak, to mi je cool, pa tudi muzika, se pravim, ok, ampak Val 202 zdaj je nekomercialen radio, ne, da bi enačil, ne vem, z našim radijem ali pa vsakim drugim radijem tole okoli, ne moreš to prevošiti. Ne gre, ne, ja, ne.
In potem tudi sem že govoril veliko s temi, se pravi, meni v avto pač nekaj, da igra, mi Val 202 igra, to treba priznati na tih nekaj, to, da nekaj poslušam. Hoče pa reči, da nekateri, ko pa poslušajo redno te programe, ali to, ne vem, da naštevam radijskih postaj, pa že točno vejo praktično, kjer bo naslednji komad, ne. Že to poznate playliste, ne, da je že brez veze, ne. In to je ta nemška shema, ne, se pravi, oni imajo 2-3 milijone poslušalcev, oni se ne sekirajo, ne. Da pa tole, če ti vsak dan poslušaš še nekaj radio, ti pa rečeš, pa pizdeja, da pa že točno vem, kjer bo naslednji komad, je brez veze, nima smisla, mi je dolg čas, ne, in se hitro folk naveliča, ne. Tudi speakerjev, bom rekel, se nekateri zelo hitro naveliča, ne, pač, lej, ko sem že rekel, topla voda, ne bo noben več odkril, topla voda je že bila odkrita, pač delaš po svojem in tak naprej šabloni, eni so to navajeni, eni se te že naveličajo, pa predstavljajo pol tak naprej in tak je, ne. Nimaš, kaj se vsi predstavljamo, več ali manj si neko predstavljamo na eni radijski postavi, včasih pa malo predstaviš, pa malo tega, pa malo unga, tako da, ne, to. Ja, v bistvu radijski posel je v bistvu tudi kar precej trd kruh, ne. Sigurno, trd kruh pa tudi danes, oziroma že vrsto let ni več tak plačan, kot bo včasih mogoče v staro obdobje, stara leta, ko je še bila Radio Alfa in tako naprej, tam so imeli nekaj kar ureda, tudi oni so šli potem. Kje pa je bila ta Alfa? V Slovenj Gradcu. Tudi so šli tudi verjetno zaradi financ, so šli tudi v Maloro, ampak nekak je bilo, no. Nekak se je tudi, bom rekel, tudi radio in televizija sta več ali manj, bom rekel, zdaj danes že malo v zatonu, ker so vse telefoni so svoje prenesli, se pravi ti podcasti, TikTok, ti posnetki, pa to, ko bi to mladina gleda. Radio mladina ne posluša več že vrsto let, ne. Tudi moje hčerke, ko so že zdaj odrasle, nikoli niso radio poslušali, če ne bi povedali, da ste na radio, ne bi vedeli, da ste na radio, ne. Tako da to je malo, bom rekel, je v zatonu, ne. Posledično s tem potem tudi finance in tak naprej oglaševalci reče, pa ne vem, pa nič nisem imel od tega, ne. Zdaj sem bil en mesec pa tak, ali pa 2 meseca, pa nič ni bilo od tega, ampak lej, to zarabi svoj čas, ne. Ne more biti čez en mesec, 2 meseca, da se vode ti oglašuješ eno stvar, ko prodajaš, ne vem, pneumatike recimo, da se pa zdaj veliko ljudi fura takoj po te pneumatike, da bojo kupili pri tebi, ne, razen če ne bo ena taka ugodna cena, da se bo potem avtobusi volili po te pneumatike, drugače pa. Ja, v bistvu nove prijeme morajo vse iti v socialno mrežja. Ja, to je več ali manj, tako da se pravi, ne, malo je zdaj v zatonu, pa veliko je že konkurence, se pravi, ne, tudi veliko radijskih postaj, ampak vse, kar zamerim ostalim je to, da po isti šabloni, oziroma te komade, ne vem, prežvečene 80-90, saj jaz imam rad 80-90 musko Val, sem s to rasto gor, ampak kar je preveč, ne, treba še malo vnašati neke nove muzike, no, da se prije lepih komadov prije dost, ne. Zakaj bi zdaj mogel sam pač eno obdobje, ali pa sam, ne vem, ali pa sam harmoniko skozi, ali pa skozi sam Hrvaške, pa te Balkan skozi Hrvaške, zakaj, ne. Veš, zmeraj je do nekega dobrega feelinga, zmeraj je pelala, če je bila mešana muzika, ne skozi sam en stil, skozi cel večer, ali pa, ne vem, skozi cel večer sam 80 nabijaš, cel večer od začetka, tam, ko se folk zbira od 6 pa do zjutraj, do 4, pa to, ne vem, meni to take zadeve ne dišijo, no. Ne. Sploh pa, da se te playliste, da se ponavljajo in da so samo ti prežvečeni hiti noter od. Ja, vsak žanr ima tistih. Ja, ampak prav je zdaj, da to so take raziskave in tudi potem ti komercialisti govorijo na teren, rečejo, lej, mi to prodamo, folk reče, to posluša in to je to, gotovo. Ne, reče, mi lažje prodamo to zadevo. Tako da ne mudruji in to je to, nimaš kaj češ pol narediti, ne. Ko se sprijazen z njihovo politiko, pa greš ta delati, jaz se s tem nisem sprijazen, zato se še pa zaenkrat tu, kjer sem, ne, upam na boljš, ne, da se bo kaj uredil, da bomo videli, ne, kako in kaj, ne, se pravim, nikoli nisem delal na radio zaradi denarja, vedno zaradi ljubezni do mikrofona, do muzike, če pa še tiste osnovne zadeve ni, neke tiste socialne, bi rekel, varnosti, ne, pa nimaš več kaj se pogovarjati, ni več tudi potem, zaston pa res ne moraš delati. Edino, če bi nek naloto zadev, da bi potem vsak mesec, če prenesem Jurija, pa na mes, da oni meni dajo, če dam jaz Jurija gor na mizo, pa lahko delam, bi šla dan delam, ne, tako pa ni temu tako, ne. Je pa res, da moram priznati, da zdaj v tem času, zdaj že od junija naprej, moram reči, da pogrešam malo mikrofon, ampak po drugi strani pa tudi malo, da odklopim, tudi res sem bil navajen skozi delati, skozi bil neki pressing, skozi imel polno glavo vsega, tako da mi ni bilo dolg čas. To zdaj mi ni dolg čas, ampak malo sem razpregal, pa ne zato.
Škamo, včasih je treba iti par korakov nazaj, Ja, da lahko v redu. jih narediš Ja. pa ali na 6 naprej. Ne? Ja, v redu, sam če predolg traja ta korak, Ja, ja, greš ja. nazaj, ne, tudi ni fajn, da predolg traja. Vse, mogoče nimaš občutka, da si šel, nisi šel predalč Ja, nazaj. ja, ne, pa veš kaj, se pravi, nikoli v življenju nisem jaz bil navajen, da bi bil, ne vem, 4 mesece, da bi bil doma pasevo, nekaj takega, ne. Nisem bil nikoli v življenju. A zdaj pač taka zadeva, dobro, hvala Bogu, da so vikendi tudi, da lahko jaz malo še folk zabavam okrog, ne. Če tega ne bi bilo, pa kriza, ne. Tudi psihično, če ne druga, ne. Ne samo finančno, tudi psihično, ne. Ampak, v redu. Jaz sem te danes povabil sem za isti mikrofon, ko si ga zdaj 5 mesecev pogrešal. Je bilo fajn? Ja, Ja, fajn je bilo, paca. fajn je bilo. Jaz sem razmišljal, čak malo, sem že gledal, kjer mikrofon je, takega mikrofona ga imam mi gor na radio, verjetno ga nimaš, ne, ker on Ne, je že ne, zdaj ne. legendaren. Ja, verjamem. Je Behringer in taga sem jaz tudi imel doma, tako da potem sem ga pa tudi, mislim, da sem ga celo na radio gor, nesel, da sem ga celo tam gor podaril, A res? da imam potem izga, tako da on je še gor, ja, take mikrofone mislim, da Ja, ne, to je, ne moreš imeti, ne. ne, ta ni Kaj pa, isti, da signal ven od sebe neki da, no, tako da Ja. bomo pa videli, kaj bo v bistvu. Definitivno bom rekel, roko na srce, da je definitivno malo bolj modern, ko je pač naš, ko je že zdaj v letih, ne, mislim, da je že polnoletnost doživel, tako da ni premilo. Je še pa to, da še laufa, ne, pa tak naprej. Ja. Kaj moramo že zdaj zaključiti, ali še kaj V bistvu ne vem, jaz sem sicer, smo rekla, da bi šla še nekaj pojesti, ne? Ja, ali kaj, res? Jaz sem že, da bom povabil. Ne, Zdaj mi, da res se že koliko dolgo je bilo, nismo, čakaj. ja, se že dolgo nismo videli. Res, skoraj pa res smo bili, to pa Tako dobro. da... To bo dobro, kaj pa če bi še rekla kako na temo tega, kako si ti v muziki noter prišel, da bi... A da bi ti mene zdaj intervjuval? Mislim, ne, te me še zanima, recimo, kako sem jaz to gledal, pa tak naprej, kak je bilo. Ja, vem, to kako bi si bilo v ti? bistvu, ja, to pa res lahko naravno zaključiti. To bi lahko ti. Sem res, no, okej. Ja, čak, tule se mene plača za 2 ure, še imamo 10 minut. Jaz vim honorar, lega, plus tega potni stroški, sem se računal potne stroški žalcev, do Pa čez tebe mejo pride. si mogel iti, ko si Ja, tam čez mejo, nekaj sem tam neki, prašek sem jo vzel. V glavnem, jaz sem si računal stroški žalca, do tebe pa nazaj 5,66 €. Zmenjeno. No, Recimo, Ja. jaz sem res čisto po nekem naključju preletel to. No, to me zanima, glasbeno recimo, sceno. veš, mi smo tako, ne vem, se tudi zadnjič smo se celo s Funkyjem smo se pogovarjala, smo se po enem čudežu dobila, jaz sem mu še bil dolžen 20 €, ne. Pa smo se dobili na kavici, pa smo pol malo obujali, zdaj pa je rekel tudi, da bi pretep, ne. A je, da je tudi rekel, aha, ste bila glede- med tem cajtom, ko je Ja, pa sem rekel, da sem jaz tudi vabljen pol, ne. To je bilo, prejšnji teden je bil, ne. Okay. Pa sem zvedel, da ima tudi iste dolžnike kot jaz, ne, tako da, ne, veš, ok ura, ne. Pa, kaj sem zdaj hotel povedati, da sta govorila malo, sem pa tja in da je omenil tudi šolo, ki smo imeli mi leta 98, se mi zdi. Bil sem tedi na Fantasyju in tudi tedi se je želja porodila tudi za to DJ šolo, ne, in sem rekel, kaj pa, če bi mi to naredili, ne, poznal sem Ozisa, Mitja, poznal sem Funkyja, sem rekel, kaj pa, če bi mi skupaj naredili, ne, jaz sem rekel, jaz imam že nekaj znanja, ne, da bi lahko naprej pokazal zadevo, ne, ampak mislim pa, da je dodana vrednost to, da bi še bil Funky po svoji strani, ko je tudi že malo v Casablanki rolo, ima nekaj kilometrine po Ozi, je tudi že rolo tudi na plate, pa tudi Ozi, če ne veš, je tekmoval na DMC Competition, ko je bilo včasih v bivši Jugi, je tudi za Slovenijo je tekmoval, je bil dobro skrečen, bo to full, ne. Pol te vrline, Se skrečen. bo, da je še aktivn, ne? Ozi, Ozi the Tiger. ali nekaj Ozi takega. ni aktivn, produciral je še pred 1-2 leti nazaj, celo komad, neke remikse je delal, sem ga celo vdaj, forsiral naprej, nekaj še delo produkcije, ampak zanemrljivo, no. V bistvu imam Nekaj željo, šlega. v bistvu sem mislil že Mirana vprašati. To je bila prva šola, no, to je bila čista prva šola, ti si bil potem v drugi. Aha, jaz sem bil drugi. Ti si bil drugi, ja. Potem je zadeva bila pa konc, sem rekel, le več ne umel, to še bom imel pa fertik, ker brez veze, dosti je bilo. Dosti konkurence. Ne bom dosti konkurence sem naredil, ko sem, a veš, ne vidim enega, vidim druga, a veš, ne. Ja, mi je prišel za toliko, sem rekel, ker sami se učite, ne. Pa ne, tedi mi je še bil tak nek feeling, mi je še bil, ne, pa to ne, da sem kaj pokazal, pa to smo se fajn imeli. No, ta prva šola je bila tudi kar fajn, se pravi, tistega ven je... Kiri so bili v prvi šoli? Ha? Kiri so bili v prvi šoli? Se še spomniš, kjer ga? Ne. Tin je bil, moj prvi DJ, ko sem ga jaz zgor dvignil, je bil definitivno je bil Tini, ne. Tini je bil prvi, ampak on je hodil v šolo, on je za mene hodil krok. On je bil Rodi, tako Erik, potem pa še kjer,
so mi kovčke nosili, drugače iz teh, ko je pa v šoli, bila pa se ne spomnim, točno bili enih 7-8 komada je bilo, smo delali na gramofone, smo delali, pa mislim, so že bili CD-ji tedi, smo CD-ji tudi nekaj pritiskali, ja, tudi je že bilo. Pa na gramofone pretežno pa to. Ja, mi smo takrat na gramofone. Do osnovi, no to je bilo pri tebi je bilo pa, pri tebi smo pa delali na CD-jih in na gramofonih, ne, isto. Ja, v bistvu gramofoni so bili čisto na začetku, to se spomnim. Ja. Ja. Povem, da je bil vojaž smo nabijali po moje. To je bila 6 ur, ale. To je bila ona plošča. To je bila dobra, Italijani so imeli dobro finto, ne, Italijani so imeli, mislim, da je bila od Roberta Milesa Children, pa vojaž je bila na eni plošči, je bil instrumental Roberta Milesa Children, na drugi pa ta vojaž od Desiree, in potem si nekako mogel to noter v ritmu ščohati, ne, plus tega ima scratchinga pa tak naprej. To je kar bilo, ampak ja, pa res, no, kak si pa ti recimo zraven, kak si ti to si reklamo, kaj slišal, odkot, ker tedi vas je bilo kar lepo število, tedi mislim, nas je bilo, ko še obstajena slika, je bil še tedi Vidje še bil zraven, pa Sveti, ko so z meni tudi hodili dosti v en tak mlad, mislim, ten diskoteke. En tak suh je bil, polne 2 punce so bile. Vsi smo bili suhi na tisti sliki. Ja, ne, par 70 kil manj, par 60 kil manj. Evo, lej. A veš, ne mislim. Veš kaj, v bistvu, jaz sem nekako bil poslan iz Rogle, da moram jaz to zdaj se naučiti rolati. Točno. Ja, tam jaz sem imel svetliko, si rekel nekaj, ja. Jaz sem v bistvu pač na Rogli, sem slučajno začel nekaj vrteti, gledam, pač usoda me je pripeljala tega gor. Ja, se pravi. Pa Andy je bil gor rezident takrat. To mi je bilo tudi ful zanimivo, ko sem njega gledal, kako on dela. Ti neš pokazal? Ja, v bistvu, veš kaj, jaz sem ob petkih sem kao, jaz vrtel, ne? Ob sobotih je pa v bistvu on in pa sem se ob soboto hodil učiti gor pa gledati. Ja, in pa ni bilo me nič jasno. Veš, tiste komade, ko sem jih jaz imel vse radijske verzije, ko so bile relativno kratke pa vse, ne. Ja, tam je težko narediti miks, ne. Težko je tudi razumeti, ne, kva delaš, ne. Pa kdaj kaj premiksati in tako naprej, ne. Ja, ti se bilo težko, ja. In bolj iz tega razloga sem pa, ko mi je on rekel, da mi plača DJ šola, ne, sem pa začel študirati. Samo je bila draga, tisti čas je bila draga, bilo veliko denarja to. A veš, da se ne spomnim, mislim, da je bilo po moje $25,000 je bilo nekaj tajega, nekaj več, ne vem. Mislim, se ti je zelo draga tisti čas? Ne vem, nimam pojma. Jaz si nisem mogel prvošiti, ker sem do ful malo plačan. Nisem mogel prvošiti. Mislim, on mi je rekel, da mi bo plačal, sem nekaj. Zakaj nisi prosil za subvencijo? Ja, da, subvencijo. Še bilo lufta toliko. Saj nisi šlo toliko za denar. Saj že sem tedi denar imel, ne? Ne. Sem rolo Mursko, sem kasete snemal še tisto obdobje, mislim, da sem škodil na seme, pa tak naprej. Ampak bilo je pa tako zanimivo, fajn smo se imeli, malo smo se hecali pa to. V bistvu jaz sem preživel zelo lepo obdobje. Naučil se tudi kaj nekaj, bom rekel, čeprav bom rekel, kura si iz teh, ko jih je bilo tam nas, koliko je nas bilo, 10-12, se mi zdi kar največ pokazal, no, se mi zdi, no, si nekak volil in tudi potem znanje, potem, ko smo imeli tudi izpit, smo imeli, ne? Smo imeli izpit. Ja, veš kaj, jaz se ful malo spomnim. Če ti manj spomniš, kako se naj spomnim, ne? Mislim, smo imeli na koncu en izpit, da mora vsak malo pokazati, par premiksati zadeve, koliko blokiran. Saj sem rekel, da si bil tam eden izmed boljših, no, tako da. Ne, da bi zdaj, zaradi tega, ko sem zdaj pred mikrofon povabljen tvoj, da bi zdaj nekaj ulepšal, če bi rekel, da si bil slab, bi rekel, si bil slab, ne, sej se potem si še ostal v tem, tako da neki dokaz je bil v tem, da si bil na pravi poti, ne, da si se nekaj naučil, oziroma da si imel želje po znanju, ne, pa da si tudi nekaj odnesel, tudi prehodi, ko si jih delal, so bili v redu, no. So bili kar mislim, dosti dobro za tisti čas, skratek, kar smo imeli tečaj, mislim, da smo imeli en mesec nekaj takega, pa smo se dobili in tudi ne moč, ne vem, koliko znati, ne. Pol moš pa trenirati doma, sam mi pokažemo tiste osnove, oziroma to sem tek jaz sam imel ki trenirati, veš. V bistvu sem jaz tek potem imel sam jaz to šolo, ne, ni bilo nobenega znanja, še bil kdo znan, ne, noben. Ja, sam sem imel potem, ja. No, tam smo bili trije, tam je bilo bolj atraktivno, tukaj pač imel sam, pa je tudi bilo rejo. Je pa od tega, ne vem, če je kdo potem šel DJ-stvo. Z muziko so ostali še povezani, ampak mislim pa, da ni noben potem nekaj, da bi muziko profesionalno rolo. Tudi oni 2 dekleti, ko sta bili Missy J pa Puppy J, ali kaj so bile, ne? Ja, sem res. Ne, poleg tega je ostal sam Silver J pol na koncu. Pazi to, to je dobra anekdota, ne? One dve niso potem, škoda, ne? Ampak bile so se imeli nekaj zagon, pa tak naprej, ampak niso potem šle do konca. Kakšna anekdota? Dobra anekdota je, ne, da smo dejansko vsi, ko smo bili pri tebi, smo si je na koncu devali, ne. Vse je to. To je en legacy, ko si ga pustil. To je to. Ja, no, sam jaz nisem zahteval to. Ne, to smo si, to je bilo, it's fun fact. A zato Silver J?
Zato si ločen. Vse vem. Vse to veš. Brez da bi vprašal. To je lahko tudi meni čast, da je v redu. Ja, mislim, da v bistvu sem preživel v tistem obdobju, usoda me je očitno peljala v to. Se pravi, vse je, nič ni narobe in bom rekel, tudi se pravim, tisto, kar si tam se naučil, si tudi potem verjetno kasneje si unovčil, oziroma ta denar, ki si ga tja noter vložil v to šolo, ko je bil ta znesek, verjetno si ga dobil tudi pol nazaj, pa da si se nekaj naučil in da si potem šel naprej, ker te pač muzika veseli, da te še veseli in tako naprej. Delaš s tem in to je čar tega. Ne, da si sam prišel tja pogled, to pa ni za mene, ne. A veš. Ja, vse to vsak za sebe pol najbolj ve. Sigurno. Ne, vsak za sebe ve, kaj ga vleče, pa kaj ga ne. Bilo je pa definitivno fajn in tudi sem že zdaj dobil veliko vprašanj, če bi še zdaj kako šolo imel, pa sem rekel, da me ne zanima več, mogoče bom naredil kak individualni tečaj še kdaj, tak nekaj malega osnove pokazal komu na te kontrole, pa to, da mu razložim. To imam zdaj enega še, pa enega bom še, druga pa šole pa ne bom definitivno več imel, niti mi ni. Vse to praktično že veliko delajo, že še ostali vidim tam, da veliko zadev krožijo. Tudi te mlade vzgajajo in tako naprej. Jaz sem imel lani, pa letos bom imel še v bistvu 2. Meni to se ne da. Jaz bo tako čisto ljubiteljsko naredim za frende, pa za te kakšne mlajše, ali ko jih to zanima. Češ druga ne, je to malo neka animacija. Ne? Sigurno, pa ne zaradi tega, da bi zdaj, ko smo se prej menili, da kao konkurenco vzgam. Vse mogoče, v končni fazi je to, da se konkurenco vzgam, se čudi, mislim, se sliši smešno, ne? Ampak na zadnjem ti je rekel, ni straha zaenkrat. No. Ni straha zaenkrat, dokler telefoni zvonijo, dokler so rezervacije, dokler rečejo, jaz pa točno vem, kaj dobim s teboj. Vem, je to psihologija, je to kilometrina, je to predznanje, ki ga ti novodobni DJ zagotovo nima. Oni živijo v svojem svetu in še vedno sem veliko opazoval te novodobne DJ-je, oni rolajo za sebe, so v svojem svetu, v svojem movingu. Na plesišče ni pa noben pogledal, koliko jih je na plesišču. Ali eden, ali sta 2, ali jih je pa 100. To je pa razlika. To je treba časi na plesišče pogledati. Pa, to s kilometri dobiš, to s kilometri pa s feelingom dobiš. Tako, pa tudi, se zadnje, se pravi, kar se tiče teh zabav, ko je zdaj več manj se te privat zabave, iz diskotek so se zdaj te privat zabave začele napolno dogajati, pa poroke in tako naprej, pravim, folk je tam prisoten, hoče pač to muziko poslušati, ki je nimo všeč in se pač moraš prilagajati, ne, nimaš kaj zdaj. Sej imam svoje hite, imam definitivno, ampak več ali manj moraš biti tam, da jim ugodiš, če ne pa je to. Kako pa recimo ti, kako razviješ en tak skill, da veš, kaj bo pa zelo pasal? Ne vem, po feelingu recimo taka, ne? Kako razviješ en tak skill? Zavoham jih. Naprimer, no? Ja, zavoham jih. Na kak način? Da upiš, no? To naj bo poslovna tajna. Zavoham jih. Če bi ti to povedal, potem bi te mogel ubiti. Yeah. Tako da boš, da te to ne zanima. Ne, to je poslovna tajna. V glavnem, se pravi, je psihologija, v glavnem. Jaz dost rešim z upoštevanjem glasbenih želj, potem pa mojo zadevo še nadgradim zraven in to je to. Pa so vsi potem zadovoljni. Imam pa svoje trike, svoje prijeme in tako naprej, tako da kdaj je kaj, je pa druga zgodba. To pa po feelingu. To s časom dobiš ta občutek. Ja, jaz mislim, da je samo čas tista, ki prinese to na koncu. Tako. To je to. Jaz bi se ti res zahvalil za tvoj čas, pa za vso to energijo, ki si jo posvetil svetu za to, kar delaš. No. Tako. Mislim, gremo naprej, povratka ni. Do penze, dokler bomo lahko. Vse to. Na koncu smo vsi baterija, veš. Ja. Na koncu prijemo vsi do istega cilja. Ti z 2 kočkoma, jaz en koček. Luknje so za oba enake. 2 metra krat meter pa pol globine, 4 metre. Koček odložiš na isti kup, ko ga jaz odložim, pa gremo ležeti. Ti na levo, jaz na desno stran. To je realnost in tako. Samo čas. Bog pomeni, tako bo. Tako je. Hvala ti. Hvala za povabilo.